Folk, čau, sem hotel s Jerryjem povedati, da bo tale podcast za tiste, ki ste na YouTubu, malo drugačen. Namreč imeli smo malo težav pri zabeleženju slike. To je live. Sem pa tja se kakšna stvar tudi podre, ampak rad bi poudaril, da kljub temu, da tukaj čez ta podcast ne bo slike oziroma ne bo videa, ali pa se bo sem pa tja kakšen klip zarolil, da je vreden poslušanja. Ne? Ja, zanesljivo. Mislim, zadnjih 5 minut bo. Tako da boste v bistvu tudi videli, kako gosti izgledajo. Tim pa Dominik. V bistvu podcast se gre o ekipi mariborskih študentov, ki vsak let sestavijo formulo in je blazno zanimiv podcast. Ja. Se bom pa tudi jaz potrudil, da bo čim več zanimivih klipov, da boste še toliko bolj videli, o čem se gre. Tako da to je to, pa uživite. Uživite. Ajde, čau. V glavnem, Jerry vam je povedal, da začeli smo 114. podcast, z nami sta pa res dobra gosta, ne zato, da ostali niso dobri, ampak jaz pravim, vedno je fajn, ko mladost pride v podcast, ko malo ta miza zažiri, nasmejana. Drugač pa bivši pa zdajšnji vodja ekipe Formule Študent. Mariborske Formule Študent, Tim pa Dominik, dobrodošla. Dober dan. Zraven mene je Dominik, zraven Jureta je Tim. Dobrodošli v podcast. Kaj je bilo zanimivo? Par mesecev nazaj, kako smo se spoznali mi. V bistvu par mesecev nazaj dobim dosti zanimivih sporočil, ampak tam okoli novembra dobim sporočilo a bi prišel voziti formulo. Tako, iz belega dneva. In jaz sem seveda temu pa ne moreš reči. In v glavnem, takrat smo se ujeli in jaz pridem na, AMZS karting stezo ob Ptuju. Slovenija vas. Ja, in vidim tam eno ekipo študentov, nisem vedel, ali se dogaja photoshoot ali je derka, ampak v bistvu vsi okoli ene formule. In pa sem v bistvu, ne da sem vas podcenjeval, ampak nisem si predstavljal, veš, tudi pa v bistvu, ko stopiš noter, to je prav proper zadeva in že takrat smo se tukaj zaklepetali dan smo potem tukaj, tako da v bistvu... Zdaj si uvod povedal, Jerry. Ja. Jaz bi pa kar gostoma dal besedo, če dovoliš. Ne? Ja, lahko bi, ne. Daj najprej povejte, kako je Jerry pelil. Mislim, da dobro, A boljš katil? To pa zdaj ne vem. Mislim, da s tim imel malo težave z vidom, drugače bi bilo še boljše. Ampak, še boljše. Ja, še boljše. Ampak oba sta bila res super za prvič. Se pa vidi to pri vsakem, da ko se prvič sede v to formulo, malo rabi, da se ga je strah, pa ne upa formulo tako terati, ampak drugo je pa tudi, da začutiš avto, ker je res ena specifika. Vi ste meni rad definirali zakone fizike, ker obrneš volan in formula, mislim, tu se tukaj premika, seveda pa največji problem je bil pa to, da sem jaz najbolj aerodinamično vozilo, kar sem ga kdaj vozil. Sem vozil brez špeglov, zato ker mi ni šla čelada. Torej v bistvu... Brez vida. Jaz sem imel tako otežen difficulty, veš? Ja. Ima ta vaša formula telemetrijo? Seveda. Ja. Tukaj je kakšna special telemetrija, ste kaj dodelali? Ja, mi smo jo razvili čisto sami. Sicer so neke stvari, ki bi jih lahko uporabili, mogoče plug and play, ampak to je glih ta duh Formule Študent, da sam nekaj razviješ. In tu so se potem naši elektrofantje spravili zraven in so naročili, se pravi, GPS, čipe, razne antene, vse ostalo, mislim, to jaz niti vsega ne vem. Vse so zdizajnirali, dali v avto, imamo par mojstrov, ki so to vse sprogramirali, smo naredili čist svoj program in za to dela. Se pravi, mi lahko, ko vozimo avto na tekmovanju, imamo anteno tam na nosu avta, potem pa imamo USB anteno, ko jo štekamo not v računalnik in ti na določeno razdaljo lahko vidiš vse, kar se dogaja z avtom. In potem pa imamo eno tablo, se pravi, najbolj spremljamo porabo baterije, imamo eno tablo, gor je ena tako preprosta puščica narisana in pol ti en kaže, ko se mimo peleš, ali kaže puščica gor, da peli hitreje, puščica dol, da je malo šparaj s to baterijo, ali pa puščica vodoravno, vozi tako, kot se pravi, super telemetrija za basic komunikacijo. Ja, res. Ampak to je res v nulo. Mislim, dela tako, kot mora. Pa da ne bomo kar na hitro štartali v formulo. Dej najprej malo povejte vseb. Zakaj? Mislim, zanimiva kombinacija je. Bivši vodja
ekipe je študent oziroma je zdaj že uradno ekonomist. Ja. Zdajšnji vodja je pa strojnik. Ja. Dej, kako se ekonomist najde v formuli za strojnika, mi je relativno jasno, ampak imam tudi kar nekaj vprašanj. Ampak dej najprej malo povedati o sebi. Zakaj je ekonomija, zakaj je strojništvo, od kje ta strast do hitrosti, do avtomobilov? Boš ti prvi? Ja, lahko. Ajde, daj. Pač še vedno samo strojništvo, se ko veste, tako si Igor je povedal. Sam dirkalnik je najbolj povezan s samim strojništvom, to pomeni samim razvijanjem, modeliranjem v različnih programih. Tako da celotna izdelava celotnega dirkalnika poteka, je lastna pač izdelava. To pomeni, strojniki so čim bolj zaželeni pri tem projektu. Naprimer, jaz letos kot vodja projekta je v nekih stvarih se pač vidi ta neka prednost, da znam neke stvari mogoče bolj racionalizirati. To pomeni, da pač vem, kako se nekaj izdela, tudi določen čas, za kar je to potreben. Govorimo o konstrukcijskih nekih nalogih oziroma izdelave nekih komponent na sami formuli. Z tega vidika je pa tudi super, kot sam Dominik, pač ekonomska plat tega. Ma pa stroške čez. Tako da tudi ta del je dejansko zelo pomemben, da zna preračunati oziroma ima mogoče celo malo boljši občutek kot sam strojnik za neke stvari, koliko nam bo to prišlo. Še vedno kot sam naš projekt je zelo pomemben za samimi financami, katere imamo zelo, zelo omejene. Zaprav je Timi v letu z eno hudo energetsko celico rekel, da je tole bo odklela energijska gostota najboljša. Ja, pol pa Dominik, ti si pa v Excel vrgu, pa si rekel, ja, šlo to čez. Ne, sej mislim, to je tako. Res je, da sem mogoče malo zdaj po čudni poti prišel zraven, ampak tu je, vsi izhajamo iz neke ljubezni do motošporta, do avtomobilov, v bistvu vse, kar je na kolesih. In tudi pri meni se je tako zgodilo. Moj oče je recimo obseden z avtomobili, še posebej z oldtimerji. Ja, res? Imate kakšnega doma? Ja, oče je že imel kar nekaj enih, imel je BMW 850, pa Mercedes je imel C-klaso kupeja, SLC-a, zdaj ima pa Saba 900, ker se je redno napalil na Sabe in zdaj pač on ljubi Sabe. Jaz pa imam svojega Porschea 944. Bravo. Ja, in pol se je to v bistvu z tega rodilo. Imaš rad avte, rad bi nekaj delal z avti in pol čuješ za neko formulo tam na strojni fakulteti, ti ni nič kaj preveč jasno. Že sem v preteklosti razmišljal, pa sem se pol eno leto sem se vseeno odločil, ok, se prijavim, ker pa so imeli na razpisu, se pravi, mi imamo spletno stran, kjer razpišemo delovna mesta, smo imeli pripravo poslovnega načrta. In to je tudi ena izmed disciplin na tekmovanjih. Aha. Pa sem si mislil, ok, se to mi pa gre. Sem se prijavil, sva z kolegico Marušo, sva naredila en odličen biznis plan. Sva na tekmovanjih bila kar uspešna, no, mislim, želiva si, da je bila še bolj, ampak sva to naredila, pol pa na koncu leta vprašajo, a bi ti bil vodja projekta. Ok, ampak jaz nisem strojnik. Si pa direktor. Biznismen. In so rekli, se ni problema, glej, ti boš v bistvu skrbel za finance, za sponzorje, za operativni del, pol pa imaš itak tehničnega vodjo, ki bo prevzel ta časovni plan, tehnični del, vse te stvari. Pa sem si mislil, ajde, zakaj pa ne. In ker je marketing, se pravi moja študijska smer, marketing, disciplina radovednosti, se itak hitro veliko vsega naučiš. Nikoli ne bom strokovnjak, zdaj točno kako se to zmodelira, kako se to posimulira, nikoli nič. Ampak razumeš, zakaj se gre in to je pomembno. Če te prav razumem, pa si ekonomist, ki si pa postal tudi malo en kos strojnika. Ja, jaz se rad zabavam, da sem jaz edini inženir ekonomije. Ker vsi so diplomirani ekonomisti, jaz pa sem postal inženir ekonomije. In pol, ko sem pa rekel, da je zdaj dovolj, da je pametno, da predam zadevo, pa sem iskal niti ne nujno nekega strojnika, je bilo vse možnosti so bile odprte, ampak ni bilo zdaj nekih ekonomistov primernih ali pa kakšnih takšnih. V timu sem pa zagledal nekaj posebnega in sicer veliko strojnikov ima tisto naravnanost, da bi zelo radi razvijali, zelo radi šraufali, delali na avtu. Tisto vse ostalo jih pa ne briga. Tim pa ima neko že ozadje in mogoče neko drugačno razmišljanje in pa
to sposobnost, da zna prevzeti odgovornost. To je zelo pomembno kot vodja projekta, ker tudi če je 80 ljudi pri ekipi, če avto ni narejen, si ti kriv. Če pa je narejen, pa si ti glavna faca. Ampak to je riziko. In on je bil pripravljen to sprejeti in sem zelo vesel, da sem se za njega odločil, ker se vidi, da je to bila pravilna odločitev. Zaenkrat dobro teče stvari. A ti si se zdaj Excelu navadil teh... Se gleda, to smo že komentirati. On je tisto lansko leto, je dubo malo strojniški plat, ne? Jaz sem pa letos, kam je seveda, sem podedoval od njega te Excel tabele, tako da sem tudi jaz se marsikere bolj ekonomski stvari naučil. V bistvu, koliko cajta je že vsak od vaju pri projektu? Jaz sem zdaj 3 leta, tim pa je za drugo leto. Pol v bistvu zelo hitro si prišel tudi do tega naziva. To se hitro obrača. Zato, ker ti imaš v bistvu samo čas svojega študija, to možnost, da to delaš. Zdaj na začetku tudi ne moreš vsega naenkrat, tudi prvi letniki se včasih težko znajdejo v tej zadevi, ker imajo šokje, ne? Priješ na faks, moraš se učiti. Pa greš še malo na štuka, pa se ga napiješ, pol pa... Drug dan pa vodja ekipe pokliče, se stane. Kje si? Ne, pa pol še kakšna punca pa ti zateži, ker si itak cele dneve v delavnici, pol pa so težave. Ne? In moraš se malo, mora biti vse skupaj hitro, ampak moraš hitro dozoreti, pa se nekaj novega naučiti. Preden gremo naprej še, kaj je največji poslovni uspeh tvoj v tej ekipi? Zelo rad se pohvalim za neko optimizacijo stroškov. In sicer, ko sem prišel k ekipi, sem videl kar nekaj načinov, kako bi lahko recimo privarčevali denar, namesto da bi iskali denar. In s tem smo res dobro prišli skozi. In sicer mi smo, recimo transport, to je bila ena velika stvar, ki me je kar morila. Mi smo na leto dali preko Jurija pa pol samo za transport stvari iz Nemčije, za te velike palete. Pa smo šli, pa smo našli sponzorja, ki se ukvarja, ki ima transportno podjetje, pa nam vse to dol vozi, se pravi transport lesjak, mislim, to je zelo velika pridobitev lanskega leta in je zelo koristno. Tako da ene take stvari, predvsem ta stroškovna optimizacija, pa tudi potem rast ekipe. Mi smo vedno bili ekipa, ko je imela malo manj članov, ne vem, recimo 20. Zdaj pa smo kar prerasli, pa nas je 60. In to tudi potem zahteva neke organizacijske spremembe, pa tudi mogoče koga kdaj razočaraš, da ne gre na tekmovanje. Prej so vsi imeli priložnost, zdaj pa moraš izbirati. In v bistvu moraš malo več neke take odgovornosti prevzeti. No, zdaj si dal super istočnico transport, ne? Tudi da kle omenimo našega partnerja DKV, ne? Mi atmosferci smo tudi kar sam sebi velik transport, doskrat pa smo zelo ponosni na to, da imamo pri sebi enega tazga pokrovitelja, ki pa res zna povedati in živi logistiko. Tudi, če slučajno ta vaš prevoznik ima kakšne težave z logistiko, naj se obrne, pa mu bomo dali kontakt od DKV-ja. Super. Vse to je nam tudi vedno cilj, da se vsi povežejo. Mogoče sodelovanje še bolj uspešno. Ja, z veseljem. Mi smo odprti za vse, vedno. Ok, se pravi, poslovni del si kar poštimal. Kaj imamo pa največji strojni dosežek zdaj pri temu projektu? Ja, na kaj ste v strojniki najbolj ponosni? Ja, v letos, mislim, zdaj po mojem bolj, da se sredotočimo na letošnjo sezono, ne? Pač jaz, naprimer, lansko leto sem bil član podvozja, to mi smo razvijali bolj podvozje. Letos je pa bolj ta tehnološki preskok od celotne ekipe, da menjavamo sam pogon formule, to pomeni, gremo iz pogona na zadnja kolesa, na pogon na vse 4 kolesa. Letos. Je letos, ja, tako da to je letos kar... Torque vectoring pa... Vse to je standard, to najboljše ekipe imajo vse to. Tako da to moramo letos, mislim, cilj je in moramo to doseči, ker šele tako bomo bili res konkurenčni med drugimi ekipami. Ne vem, pol en veliki dosežek letos je zračno hlajenje, to pomeni, do zdaj smo imeli vsako leto tekočinsko hlajenje, vodno hlajen motor. Tako da letos mislimo vse zračno hladiti, kar je zelo velika optimizacija vseh komponent. Potem je še razvoj lastnega inverterja, kar je tudi tehnološko oziroma programsko zelo zahtevno. Pa še pač kup novosti, ki jih tekom sezone pač
izdelamo. Kako globoko pa smemo videti, glede na to, da ste pač ekipa, da ne bomo komu kaj razkrili. A ta štirikolesen pogon bo kombinacija sinhroni, asinhroni motor? Sinhroni motor je to. Načeloma tle ni nekih skrivnosti. Na celem svetu oziroma tle v Evropi so 3 ponudniki teh elektromotorjev. Mi smo si to leto zbrali, da gremo v sodelovanju s Fischer iz Nemčije, tako da pač mi njim dejansko naredimo sliv, samo hlajenje motorja in gredi. To pomeni, mi to pošljemo v Nemčijo, tako da oni sestavijo rotor stator in nam pošljajo te motorje nazaj v Slovenijo. Tako da en drugi ponudnik je naprimer ta DTI. Naprimer, pri njih se naprimer res, da je ta vrednost veliko večja, nabavna, ampak oni že motor sam pripravijo in tega sam pošljajo. Ja, je pa tudi Fischerjev motor. Ja, je pa tudi Fischerjev motor, ker TDI kupi elektromotorje od Fischerja in jih oni sestavijo in oni direkt prodajajo. Pa naredijo še zraven svoj inverter. Ja, in to je zdaj hardware, a software boste pa vse sami rihtali. Komunikacijo, baterija, inverter, elektromotor. Aha, to je vse pa... to že, v bistvu, razen inverterja smo zdaj že imeli na elektrosklopu čist vse samo razvito. V bistvu, inverter pa motor. Baterija je bila naša, se pravi, vsa vezja, ki so bila v avtu, je vse bilo naše. In zdaj je bil ta naslednji korak, je bilo inverter, ok, kupimo, naredimo. Če ga kupimo, evo, ekonomista, predrago. Pa imamo enega res čarovnika pri ekipi, ki je bil v lanskem letu vodja Elektroja, ki se je pa kar javil, pa je rekel, ok, to leto je to, da naredimo. Put me in coach. In tip za to bo naredil. Mi nimamo dvoma, da to ne bo uspelo. Ker res, če bo kdo naredil, bo to on. Kakšen pa je sploh proračun? V kakšnih cifrah se mi tukaj gibamo? To z leta v leto kar niha. Mogoče smo v preteklosti imeli kaj manj. Vem za leto, ko smo imeli 25 jurjev, 30 jurjev. V moji sezoni, se pravi v prejšnji sezoni smo imeli tam 45,000. Za letos smo načrtovali več. Zdaj smo nekje na 60,000 evrov proračuna. Je pa tako, da je avto sam, če ga zdaj gledamo po materialu, vreden krepko preko 200,000 evrov. In potem to pač krpaš z nekimi sponzorji, pa z nekimi kreativnimi rešitvami. Kar pa moraš kupiti, Kaj pa v bistvu sploh je največji strošek potem? Ja, trenutno letos je definitivno elektromotor. Ja, zdaj so pogon, drugače pa, če zdaj odštejemo ta elektrodel, ki je kar drag, pa je rohasel, to je en material, ko ga dajemo v šasijo pa v aerodinamiko, da obdrži svojo formo. In pa potem stroški tekmovanj. To je kar strošek, več tekmovanj greš, dražje je, greš po celi Evropi, potem še moraš za transport poskrbeti, moraš za vse poskrbeti in to je kar... A si preračunal, koliko je dirkalnih kilometrov v Formuli Študent? Od dirkanjih? Ja, če črto potegneš, dirkalni kilometr nas je koštal tuk pa tuk. Aha, ne, to pa nisem preračunal, ne. Nisem še tako daleč. Bi pa bilo zanimivo, ja. Mi s formulo probamo narediti vsaj par 100 kilometrov, da res testiramo, preden gremo na tekmovanja. Ampak glede na to, da moraš vsako leto novo formulo narediti, je to lahko kar izziv, ker tekmovanje se ti začne julija, ti pa še konc maja vse šraufaš, se na silo delaš in se kar. No, se lih ta občutek. Naprimer, pred 3 leti so delala naša ekipa, še bivši člani, ta izračun, koliko bi dejansko formula koštala, če bi vse strojne ure računali. To pomeni pač plus izdelava, plus vse, smo prišli nekaj na milijon. To pomeni zdaj, če gledamo še inflacijo, pa vse. Tako da dobro, da Bog se ga vedi, koliko bi letošnja formula. Dobro, da smo prostovoljci. Všeč mi je, da govorite o tem, ker kle se tudi vidi, veš, eno so strojni elementi, pa konstrukcija, pa material, tako kot praviš, drugo je pa znanje. Ja. In doskrat tudi v vrhunskem motošportu v bistvu je znanje neprecenljivo. Ne? Meni je to enkrat ostalo v spominu, sva bila s Cirilom na testiranjih po veliki nagradi Madžarske, na ta pravi Formuli 1. Ne? In vem, da sem v Renaultovi garaži, smo se zaklepetali z enim od inženirjev in je rekel, takrat je totalno dominiral Mercedes, ne? Je rekel, jaz lahko zdaj dobim v delavnico blueprint Mercedesovega dirkalnika. Vse je razdelano, pa sem prepričan, da nimamo budžeta, da bi ga sestavili ali pa skopirali. Se rekel, kako pa pol, kje se razlika naredi? Ne? Pa je rekel, kot si ne mi gre do gor, je rekel v znanju. Ja. Pač ti moraš tam, kjer imaš manjko, če hočeš biti konkurenčen, moraš
res dobiti vrhunske ljudi, da znajo stvari optimizirati do te mere, da si ti lahko konkurenčen ali pa se celo boriš za najboljša mesta. Ja. Formula je en tak learning exercise. Ne? Mi se na projektu učimo. V vsaki funkciji, tudi vodja projekta se uči, to nisi izkušen menedžer, ne? Ampak se pa kar veliko naučiš. In ravno ta razvoj, samega dirkalnika, ampak potem tudi nekega člana, ki je potem odličen zaposljiv kader, zelo, zelo koristen v prihodnosti, neka plug and play rešitev za mnogo podjetij. In to je res pomembno. Ker mi pa se tudi trudimo, da se obnašamo kot eno podjetje. Smo društvo, smo študentski projekt, ampak glej, če imaš toliko ljudi, moraš že vedeti, kako delati z kadri, kako delati z denarjem, kako delati z vsem. In to se mi se trudimo naučiti čisto vse. Ej, Tim, kdo je največji rival trenutno? Kar moram povedati, zdaj v Sloveniji. Zdaj sem upal, da boš to rekel. Se tle je zanimiv podatek, zdaj, če smo mogli na to temo šli. Letos, vsako leto pride ta svetovna razporeditev mest. To pomeni, letos izmed vseh ekip 448 po celem svetu. Letos smo osvojili 86. mesto. Ne? Ja, to pomeni, zdaj zanimiv podatek, še večji je, naprimer Ljubljana je posvojila v letošnji sezoni 87. mesto. Tako da je kar taka. Je kar, mislim, da je za 0,2 točke razlika. Pa imamo tudi strojni derbi v državi. Tako, zdravo, normalno. Je zdrava, prijazna konkurenca. Se imamo radi, vedno bolj se mi zdi. Koliko so pa profesori kaj upleteni v ta projekt? Mislim... Imate kdaj gumb, pa rečete katedra za mehatroniko, nujno rabimo? Tle, naprimer, ne vem, sploh iz strojnega dela, to pomeni strojne fakultete, pa tudi ferija oziroma ostalih drugih fakultet je, naprimer, mi vidimo dosti pomanjkanja znanja neposredno iz motošporta. To pomeni, kot sama fakulteta, profesori nimajo, tudi ne vemo odkot, kaj ne morejo imeti, znanja od motošporta in pol, naprimer, mi smo načeloma prepuščeni sami sebi. To pomeni knjige, internet, literatura, danes je tega itak, vemo vsi neomejeno, sam čas je treba vzeti. Še vedno pa moramo poudariti, da neki profesori, naprimer za proizvodno strojništvo oziroma, ne vem, da imamo kako stisko, tudi letos smo naprimer imeli pri izdelavi enega obzobja, še vedno so nam vedno pripravljeni za bilo kakšno vprašanje, na svet. Takrat gremo, napišemo mu mail, pokličemo, se dobimo na sestanku, predebatiramo, ima kakšne veze, ideje in se dejansko vidi cilj, oziroma če on kak pozna, ne vem, danes, mislim, glih letos to vzobje, ko smo iskali, smo šla, mislim, da s kolegom do enih 10-15 profesorjev, dobili smo, ne vem, 10-15 stikov, potem smo pa klicali, halo, pa smo na koncu to dobili. Ne? In naprimer neka ta pomoč, povezanost je veliko vredna. Ne? Res je, da se ne zato, da se njim ne bi dalo ali karkoli, ampak tu smo res je spodbuda, da mi stvari naštudiramo sami. In to je zelo koristno, ker potem se lahko začneš obnašati kot dirkaška ekipa, ne pa da te nekdo non-stop za roko drži, ampak če pa res stvar rabiš kakšno pomoč, pa bodo pomagali. Imamo pa tudi mentorja na obeh fakultetah, ki pa skrbi neposredno za nas, se pravi profesor Vito Tič pa profesor Jože Fritonja. Res hvala obema, ker sta zelo, zelo v pomoč. Sta stroga? Kaj je težje pri njih, pisati ali ustni izpit? Ne bi vedel, sem ekonomist. Tim. Pa tako bom rekel, so v mejah normalno. Tako da so super. Varen odgovor. No, ja, tako. Drugač pa to, ko sem rekel, zdaj še to dobra istočnica neka v življenju, ne vem, tudi ko greš v podjetje, zaposlitev, ti dobiš neko stvar, podjetje ti naroči, šef ti naroči, reši to, ne. In naprimer pri takšnem projektu, kot je to se človek nauči, ne, ker je prepuščen samim sebi, ne vem, vodja sklopa, vodja projekta, naroči vsakem posamezniku, to mora do takrat biti. In če on reče, da bo, mu moraš zaupati, mu moraš polagati vse na njega in tudi bo. In naprimer to se vsak naš član, bivši oziroma tudi v današnjih časih, se on nauči to. In to, ko pride v podjetje, to tudi podjetja veliko lažje delajo s takim človekom. Ja, ko imajo zanesljivega človeka izdelanega. Ja. Jaz sem doskrat videl tudi v našem poslu. Novinarstvo je vedno tek na čas. Nikjer je, vedno je treba nekaj oddati, vedno je treba nekaj zaključiti, vedno je treba nekam priti, nekaj oddelati. In ja, to, da imaš to disciplino, pa predvsem to, da se lahko ljudje zanesejo na vas,
To jaz mislim, da je vsi, ki boste tole, bom rekel, diplomirali v formuli študent, da ste visoko zaposljiv kader, ali se motim. Tu se pozna, da če se prijavljaš tudi v avtomobilska podjetja, pa gledaš malo po tujini, pa Formula 1, pa vse te dirkaške discipline, imaš prav vprašanje, si bil del Formula študent? Je tako, tako prepoznaven projekt. Ja, in če si v prijavnici not, jaz zdaj to vem, jaz sem se ogromno zdaj prijavljal, vprašanje, si bil del Formula študent, katere ekipe si bil del, kaj si delal, kaj si dosegel. In to res pomaga. To si, zdaj se lahko pohvališ, kam greš februarja? Februarja se pa selim na Češko in sicer sem dobil na Škodi priložnost za business trainee in sicer 1 leto bom krožil po firmi, pa se pač nekaj naučil, pa potem bomo videli, kam prijemo naprej. Čestitke. Hvala. Jaz ti že zdaj povem, če bo še enkrat predsednik uprave skupine Volkswagen, boš spet dobrodošel v podcast. Jaz sicer verjetno bom takrat že malo bolj siv. Jerry bo takrat verjetno več spraševal, kot jaz. Ampak mislim, res je lepo to slišati, da si pripravite fantje tako odskočno desko in jaz ti želim zelo veliko uspeha v mestu Škode, v Mladi Boleslavi, pa sem pogumno naprej. Hvala. Vse to se vidi tudi po bivših članih. Moram povedati, da se res vidi, da so od tega nekaj odnesli, pa da so si naredili res lepo podlago. Ne samo za tujino, imamo ljudi, ki so zaposleni, ne vem, na Rimacu, so bili zraven, ko so tiste rekorde podirali, pa vse imamo ljudi, ki so zaposleni tudi že zdaj na Škodi, pa Škoda Motorsport, pa Red Bull Formula 1, pa delajo po celem svetu, ampak imamo tudi člane, ki potem grejo delati tu v Sloveniji k sponzorjem največ. In to je tudi največji plus za naše sponzorje, da pač najdejo znotraj tega projekta nek velik kader. In tu lahko res tudi poznamo ogromno zgodb uspeha, ki so se rodile iz formule in so potem pri teh sponzorjih, pri teh podjetjih kar nekaj naredile. Kaj je pa tvoja strojna specialnost? Kje kot strojnik najbolj uživaš? Najbolj uživam? Ja. To je tako zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem tak človek na sploh življenju, ko ga zanima vse stvari. To pomeni, kot sam, mislim, od strojništva, tudi ne vem, do ekonomije sem začel stvari zanimati, sploh podjetništva. To pomeni, tudi doma izhajam iz bolj podjetne družine. Tudi seveda, ne vem, tako Dominik, imamo kar nekaj oldtimerov oziroma motorjev. Kjer pa? Tako da, tega kar nekaj. Začetno smo začeli bolj na angleškem, to pomeni Austin, letnik 1938. Aha, tukaj staro. Ja, tako staro. Oldtimeri. Potem smo šli že na Hrošča, Jugoslovanska 1200, letnik 76. Potem smo tudi nekaj, mislim, to še vse imamo, tako da zdaj se zbirka nabira počasi. Mi prodajo, oni pa ne. Ja, tako, ja. Potem je, ne vem, od Forda E493A, to je tudi angleškega letnik 49. Potem je, ne vem, od DKV-ja 1000S, dvotaktni motor, 3 cilindre, tudi letnik 67. Potem moj osebni avto, prvi avto, BMW Z3, 99 let. Opa! Tako da sem bil mal frajer, takrat že v srednji šoli. Pa upam, da moj naslednji avto, če se odloči. Tega moraš čuvati, ta zdaj že dvakrat tuje. Ja, počasno, tako da hranjeno se lahko tam potrdi, je tako treba. Poseben, ja. Pa lepa barva, pa vse, to je top. Ja. Kaj je klen od motora? 1.8 ali kaj hujga? 2.0, 6 cilindrov. 6 cilindrov. Ja, inline, tako da. Ta prava Nemčija. Marija, ta je krasen motor. Ja. Tako da smo že kar nekaj naredili kilometrov po Avstriji, tudi Hrvaški. Slow Roadster smo tudi bili na marsikaterih izletih. Tako da ne vem, kaj sem še kaj pozabil, kaj takega. Kakšnega oldtimera? Ja, ne vem, potem imamo še neki motorje, avtomosov puhov. Tudi, ne vem, ena atrakcija, enega BMW-ja starega, letnik 41, z druge svetovne vojne, s prekoljeco še bočno. Tako da se nabira zbirka počasi. No. Štano. Ampak, ker smo že pri zgodovini, torej, dosti smo povedali v sedanjosti od ekipe zdaj, ampak me zanima, kako se je v bistvu tu sploh začel v Mariboru, v bistvu ja, pa sami štarti. Sama zgodovina je bila dejansko v leta 1999, ko smo se prva ekipa iz Evrope odeležili tekmovanja v Angliji. V Birminghamu, ja. Birmingham. Iz Slovenije ali iz Evrope? Iz celinske Evrope. Aha, tako da, okay. Ja, zgodovina mariborske ekipe načeloma že zelo znana oziroma dolgotrajna.
Potem pa se tako, ko je bilo vsako leto, takrat je bilo pomanjkanje članov, to pomeni, takrat se je naredila ekipa, katero je pač ta projekt oziroma motošport zelo, zelo zanimal. Potem so itak prišle finance, kriza, leto je bilo, leto ni bilo. In na to je bilo leta 2010, ko je Dino Florjančič prišel v Maribor z navdihom, da hoče sodelovati na tem projektu. Ta projekt več ni bil. In on je imel tako veliko željo sodelovati, da je takrat ponovno naredil. To pomeni, takrat se je imenovalo GPE, to pomeni Grand Prix Engineering. In od takrat, že do leta 26, se pač izdeluje formule. Tako da zdaj imamo kar lepo zgodovino, že 26 let načeloma. Kaj pa dalj? Ja. Kaj pa si, na primer, ti želiš v formuli študent dosežeti? Kaj je tisti ultimativni cilj? Ja. Zdaj te bom vprašal kot vodja. Kot vodja, ja pač... Pa lahko si dovoliš. Lahko pogledaš čisto realno stvari, lahko pa rečeš, če mi date pa 3 mandate, bi rad, če to naredil. In načeloma letos je definitivno cilj tako vsake vodje sploh, da formula vozi. Ne? Ker tle je toliko nekih cak oziroma strahov, če sploh bo ali ne bo, ampak še vedno kot vodja moraš vedno trditi, da bo in verjeti v to. Načeloma, tako smo že prej omenili, vse te spremembe, novitete, ko jih letos uvajamo, so zelo, zelo zahtevne za celotno ekipo. Tako da cilj letos je sploh, da sploh vozimo. Tako da naslednjo leto, pa čez dalje let, je pa seveda optimizacija vseh komponent. To pomeni še vedno, da smo lažji, da smo hitrejši, bolj učinkoviti, pa doseganje seveda najboljših mest na svetu oziroma na to lestvico. Se pravi, letos bo prva zmaga, če bo 4-kolesni pogon speljal, če naredite prvi krog. Definitivno bomo bili zelo, zelo vsi veseli. No? Da sploh damo na stezo prvo testiranje, se že vsi veselimo. Najverjetneje bo to v Sloveniji vasi oziroma tudi na Leclercu. Takrat nam bo ziher kocine šle vse gor, tako da bomo bili zelo ponosni. Poznate zgodbo o Priusu? Iskreno. Toyota Prius, takrat, ko so razvijali ta, kot strojnik boš sigurno poznal, da se pravi komplet komponente, predvsem pa, ko je bil največji izziv, je bil seveda ta menjalnik, Planetary Gearbox. Ne? In baje so ga prvič postavili na asfalt v tovarni, za Božič. In molili. In je Prius naredil točno 1,5 metra, pa se je ustavil. Ampak so rekli Japonci, spelo je. Tako da pogumno dalje. Stvar je v tem, da naši avti so vedno vozili. To ni bila težava, recimo ene ekipe imajo, tako da so pač zamenjali na elektriko, pa avto ni vozil še, 3 leta potem. Mi smo šli na elektriko, pa je avto vozil v roku par mesecev. In smo že na tekmovanju vozili z njim. Zdaj pa spet s temi spremembami, pa vse spet greš malo nekam, ne morem povedati nazaj, ampak greš do nekega mogoče nevoznega avtomobila, ampak ko to enkrat res vozi, potem pa imamo načrte, da se vsaj prodremo v top 50 na svetu, ker osnova je, zdaj pa samo še ta pogon dodamo, pa bo zadeva. A pa je to zdaj pravilo ratalo, da mora biti pogon električni? Ne, pač se pa stvar premika v to smer. Se pravi, vse skupaj se je začelo z combustion motorji. Potem pa se je tam od 2010 ali pa 2014 naprej se je vse skupaj začelo malenkost premikati v elektriko in sicer tekmovanja nekatera, se pravi FSG, Nemčija, največje tekmovanje na svetu, lahko kar povemo, ima izključno samo električne avte. In ko vidiš te premike, pa vidiš, da glede vožnje je avto hitrejši, če je električen, in pa, da lahko dobiš kakšnega dodatnega sponzorja, z tega razloga potem nima smisla, da naprej delaš combustion auto. So pa ekipe, ki še vedno delajo, še enih 400 na svetu jih je sigurno. Se pravi, gre projekt v bistvu s tokom evropske avtomobilske industrije. Tako je. Ja. Recimo v Ameriki je več combustion avtomobilov. Tu v Evropi je pa res fokus na elektriki. Če pa je bilo tudi zanimivo, ko smo imeli še te stare combustion formule, ko imeli smo od Honda 600, 4-cilindren motor, ne na formuli, to ko je... CBR-ka, ja. Pa potem kasneje od KTM 450, na etanol predelano, to mi je druga mapa, drugo vse. Še zdaj imamo eno trenutno, ko jo vžgemo vsaka toliko cajta,
Tako malo za nahajpati se. Za promocijo. Tako da in nas in fakultete, seveda vsi študenti, ko pridejo, to je še vedno čist druga pesem kot elektrika. Pa mi smo bili vedno malo posebni s temi combustion auti, ker mi smo bili eni izmed redkih, ki smo imeli Gora Krapoviča, pa še da nam je bil sponzor Krapovič. Mislim, da nam je še zdaj, ampak ne več za auspuh, logično. Ampak mi smo vedno imeli formulo, ki je vreščala. Mislim, to so se vsi obračali, ko je to se prižgalo. To je bil komplet narejen titanski izpuh prav za nas. Ja. Naši inženirji oziroma naš razvoj je naredil, pa v sklopu za Krapovičem so tudi ta izpuh izdelali. Ja. Tako je kar bilo. Smo bili zanimivi. Bravo. Tu mi je všeč, pa res mi je všeč to, da slonite na tem povezovanju. Ne? Kam boš šel po slovensko formulo, drugače po auspuhu na Krapoviča? Vse drugo bi bil greh, veš? Vse drugo bi bil totalen greh. Ja. Jerry, kaj imaš še? Mrzke imam, drugače. Dej, udar, vem, da si tam le zapisal nekaj zanimivega. Mislim, v bistvu, glih to me ful zanima. Kaj je bil največji izziv, ko ste šaltali z motorje z notranjim izgorevanjem na elektriko drugače? Tu je tako, da ko to menjaš, v bistvu rabiš čist drugi tip inženirja. In sicer prej so bili predvsem strojniki, pol pa sam naenkrat rabiš ne vem koliko mehatroniko, elektrotehniko, vse ostalo. In potem pa zdaj ti to naštudiraj. To ne moreš ti zdaj kar tako baterije kupiti. Ne moreš zdaj kar nekaj delati na pamet, vedno se moraš držati pravilnika. In tu je bilo kar enega študiranja drugih ekip, povezovanja z drugimi ekipami, da se vse naučiš. In potem smo, v bistvu sta tako 3-4 fanti so bili, ko so bili res nori na to, pa so dan in noč preživeli v tej delavnici, da je potem vse to skupaj zlaufalo. Oni so, se pravi, naštudirali pravilnik, šli do drugih ekip, se vse naučili, potem pa še vse sami razvijali zraven. Tim, kdo razen našega Jerryja je vaš glavni testni voznik? Testni voznik? Ja. Pač načeloma mi imamo tak princip, da zbiramo voznike vsako leto. To pomeni, smo vsi mnenja, da vožnjo takšnega dirkalnika si mora vsak zaslužiti. To pomeni ceniti, koliko ur, koliko dela, koliko denarja je v to vloženo. Bravo, dobra taktika. Ja, da veš, da če se razbiješ, koliko ljudi te bo grdo gledalo. Ja, ta princip je. Koliko denarja si zapravil zdaj glih. In potem pač vsako leto dobimo, ne vem, nabor 10-15 ljudi, kateri so pač, tako sem rekel, največ cajta v to vložili in potem se gleda, kdo je najhitrejši. In potem tako določamo testne voznike oziroma voznike vsake discipline. Ti moraš imeti 4 šoferje različne. To je po pravilniku. Lahko jih imaš do 6, ampak 4 so tisti res potrebni, ker imaš 4 discipline vožnje in potem moraš 2 po 2 voziti. Se pravi, 2 vozita acceleration in pa skid pad, potem pa 2 spet vozita autocross in pa endurance. Ampak daj mi povej, kako ti balanciraš, da imaš v bistvu konsistentne rezultate čez vse skupaj? Pač kako vi gledate na to? Ti moraš narediti avto, ki je sposoben vsega tega, ker to so različne stvari, ki vplivajo na avto. Ne? Se pravi, pri accelerationu zelo preprosta zadeva na 70 ali 75 metrov, sploh ne vem. 75. Moraš pač iti čim hitreje. Potem pa spet skid pad, pa se gleda samo geometrija podvozja, tam ti drugo nič ne pomaga. Lahko imaš počasnejši avto, mislim, s slabšimi pospeški, ampak če imaš geometrijo podvozja naštudirano, boš hiter. In tu res moraš gledati nek celoten paket, vse skupaj dobro posimulirati, narediti par različic, pa potem videti, kaj je najboljše. No, dej za poslušalce še razložite, kaj je naloga pri skidpadu, kaj moraš narediti. Oziroma, dajte razložiti, sploh tekmovanje, ker tu v bistvu ni klasična derka, ampak je res dizajnjeno tako, da v bistvu vsak element razvoja pride tu na tekmovanju imaš v bistvu 7 disciplin. 8, če še štejemo eno zraven, ki jo mi letos zelo radi zraven štejemo, ker smo dobili edini pokal iz tega. In sicer imaš statične discipline in pa dinamične. Statične discipline so biznis plan, se pravi, sigurno ste gledali oddajo Shark Tank, pripraviš pitch, predstavitev, 10 minut predstavljaš, 10 minut odgovarjaš na vprašanja in potem ti oni to ocenijo, lahko priješ v finale, tam še enkrat predstaviš in potem te čakajo stopničke. Potem imaš cost and manufacturing, to je za eno hibridno mešanico med ekonomijo pa med inženirstvom. In sicer ti narediš celotno kosovnico avtomobila, vse razen šraufov,
narediš kosovnico avta, potem pa ti oni točno določijo en del, ki ga moraš še v detajle razložiti, in sicer imaš make in buy. In če imaš make, moraš celoten postopek izdelave opisati. Se pravi, tudi če si, ne vem, res kar razčistil na koncu, moraš not vključiti. Ja, od elektrike, vzdrževanja. Vse skupaj cenovno vrednotiti. Se pravi, vsaka delovna ura, vsaka komponenta in vse skupaj, in od lani naprej še vse skupaj ogljični odtis preračunati. O moj bog. Ja. In to je disciplina, zaradi katere je tudi že en naš bivši član en teden živel v naši delavnici, pa spal za računalnikom, pa jedel, pa živel. Na struženci, pa se mu je vse mešalo zraven, ampak zdaj še danes ve vse, kar je tedaj napisal. Ne? In to je res ena kar zakomplicirana disciplina. Pol pa je engineering design, to je najbolj usmerjeno na inženirje. Sicer lani sem tudi sam sodeloval tam zraven, pač se moraš nekaj naučiti, pa potem poveš. To pa razloži vse odločitve, ki so šle not v avto, vse simulacije, ki si jih naredil, vse. Moraš razložiti sodniku, ki je strokovnjak iz industrije, avtoindustrije in se točno specializira za to, tako da ti v bistvu kot en prestrašen študent tam razlagaš nekemu strokovnjaku, on te pa tam gleda. Pa se je predstavil, kje je. Jaz sem pa Franc, delam v BMW-ju. Ja, imeli smo, ne vem, mene je en imel, ko je delal na Forvi, na Porscheju, mislim, da je en bil... Mislim, da sem se Škode tudi imel enega. Tako da vse živo. Jaz sem imel letos iz Volvota, glavni inženir za Vehicle Dynamics, za podvozje. En je bil pa tudi iz Eko je knjigo napisal. Ja, Svojo Vehicle Dynamics, Tom Serna napisal. Tisti nas je razmontiral. 400 strani na Nizozemskem, tako da tam so pa sploh taka hard vprašanja. Ja. Mislim, pa diplomo zagovarjati pri vas je... Minimalno. Pol pa to, v bistvu, s tem se opraviš, pač pol pa prije konc tedna, se pravi en teden traja tekmovanje, prije vikend, zdaj pa vozimo. In če si naredil vse tehnične preglede avtomobila, ki so res zakomplicirani, tam si po cele dneve not, pa te čaka najprej acceleration, se pravi pospeševanje na čas. Pospeški, v bistvu na razdalju, na 75 metrov. Se pravi, od nič do 75 metrov imate tudi leteče štarte? Ne, z mesta štartamo. Aha, z mesta, ja. Imaš dva rana in pa dva šoferja. Se pravi, vse skupaj 4 rane, da to se zrihtaš, ti moraš avto nastaviti, se pravi, zadnje gume dol spustiti, sprednje malo bolj napumpati, da res zagrabi na asfalt in potem greš. Ne smeti pa guma zdrsniti. A pa klej vsi v isti konkurenci tekmujete? Elektrika posebej in combustion posebej, ne glede na pogon. Se pravi, ne glede na 4 ali pa ja, 4 VD, 2 VD. Ja. In potem pa imaš skidpad, se pravi, to pa voziš v taki obliki številka 8, se pravi, najprej narediš naprimer desni krog, 2 kroga, potem pa greš na levega, pa narediš 2 kroga in potem se ti računa povprečje teh 2 krogov in potem je to tvoj čas. A pa ta osmica je taka zelo zaprta ali je zelo odprta? Mislim, ja, taka ozka. Je hitra osmica? Mere so približno tam, zdaj nema na meter... mislim, da je širina celotna 40 metrov ali 38. Celotne proge. Pač dolžina celotne osmice, gabarit pravokotnika govorimo, ne? Ja. 40 krat 18. Ja. In v te je pol osmica narejena. Ne? Ja. Da... Je pa recimo med stožci pa imaš mesta, ne vem, 2 metra pa pol. Ja, tu je klepa res do izraza pride mehanski oprijem. Ja, tako. Kam mi na vsaki disciplini, katero gremo, prej nastavimo nastavitve dirkalnika. To pomeni, kot so amortizeri, prav tlak, kot so gume. Gume pa fedri tudi ogromno ti to pomaga. Pol pa prijejo tiste glavne atrakcije, autocross, to lahko v Formuli 1 naprimer primerjamo z kvalifikacijami. Imaš 2 šoferja, vsak dobi 2 priložnosti, da postavi svoj hiter krog. In potem se glede na ta čas, to se tudi vse točkuje, ampak potem glede na ta čas se določi štartna vrsta za naslednji dan, za glavno atrakcijo endurance. Tu zdaj je pomembno omeniti, da tu ni wheel-to-wheel racinga, ker zdaj, če se ti z drugim zaletiš, je konec. Ja, ni lih najlepše in zato dajo največ 3 avte naenkrat na progo. V časovnem razmiku? Ja. In potem pač voziš 22 km. Na polovici pa se šoferja menjata. Se pravi, ti moraš kot šofer zdržati 11 km, avto na koncu 20 in potem pač tudi, ne vem, baterijo oblikujemo okoli tega, da zdrži, ne vem, 25, pa pol je to dovolj. Se pravi, en oren krog na Nordschleife odpeljate. Ja. In to res, če to zvoziš, večina ekip to ne zvozi.
Aha, Cilj je sploh končati dirko. Ja, Da končaš dirke, dobiš točke. Ja. Res tiste top ekipe res ciljajo na čas, ampak vedno ti je samo želja, da zvoziš. Mi smo kar dobri v tem. V prejšnji sezoni smo izmed 3 tekmovanj 2-krat zvozili. Enkrat se nam je pač zgodilo, da se je nekaj v kodu v bistvu zalomilo v bateriji, oziroma en senzor. V predlanskem letu, se pravi moja prva sezona, tam smo pa tudi 2-krat zvozili od 3 poskusov, in sicer na Češkem se nam je spraznila baterija, ker je tam en klanec in tisto ti kar požre. Letos pa smo na Češkem zaključili, ampak smo bili na koncu diskvalificirani. Ker se nam je na post-skrutiniringu, se pravi na pregledu po vožnji, se nam je, to je bila cela zgodba, cela krivica, mislim, to lahko... Povej to krivico, dajmo to krivico. Halo? In sicer... No, samo le, kaj se dogaja po svetu, smučke padajo, pa smo mi v medaljo, povej krivico. No, in v glavnem mi smo zdaj uporabljali 2,5 leti staro baterijo in normalno, da so že bile celice malo bolj utrujene. Pa smo se odločili, da bomo kar šparali in smo zaradi tega v ta breg. Smo zelo hitro spustili gas in potem na koncu, na tisti slalom, ko sem šel, ni bilo potrebno stisniti na bremzo. In potem nas je ena ekipa, druga ekipa prijavila, da nam zavorna luč ne dela. In jaz stopim ven z tistega avta, meni to oni sodnik pove, jaz ga gledam. Mojster, težko sem jaz, ste videli vi to zavorno luč, če pa jaz nisem bremzal. In to mu zdaj ne moreš dopovedati. In smo imeli pripravljeno že vse, da in z telemetrije pokažemo, da ni bilo nič pritiska na zavori. Pa so rekli, ne, mi bomo zdaj naredili brake test in sicer sem dobil 30 metrov zaleta, pa da potem na full zabremzam, pa da vidijo, če to res gori. In so me dali, ne vem, na največji kamen tam, nič ni. In jaz letim, bremzam, skoraj odletim v tistega sodnika in seveda spustim bremzo in on reče, it was working intermittently. Se pravi, tu pa tam je delala. Pa sem mu spet razlagal, gledajte, ne more to tako. In so rekli, ok, bomo kasneje presodili. In zato, ker smo mi naš avto potem tam, to se je mogli telovaditi. Mi kar naenkrat avto nazaj prižgemo, dobro, da je bil naš roga, se zlomi gas pedal. In zadnja kola samo na polno začnejo vrteti. Pa so rekli, ok, sorry dečki, to pa je avtomatska diskvalifikacija. In je bilo to. Se pravi, če nas druga ekipa ne bi prijavila, potem ne bi prišlo do tega, da bi se gas pedal zlomil in bi bilo vse super. Ampak zdaj se je pač to zgodilo. Sodnik je bil češki. Ja, zdaj se bom malo pogovoril z njimi. Ampak, glej, to je tako, ne moreš nič, nam je v ponos, da smo končali vse skupaj, mi vemo, da smo to končali. Pa naj sem to v Vinksi odpeljal brez bremza. Ja, evo. In to je že zadosti za ponos za nas, pač nismo dobili teh točk, ampak kaj moreš. Pa je to, mislim, pozabiš. Moraš biti kot zlata ribica, ker naslednje tekmovanje je bilo naslednji teden. Kaj pa, če pogledate zmagovalno ekipo, ne? Pa njihov izdelek, pa ne bom vprašal za budžet, ker verjetno je to v formuli študentstvu že velika razlika, tako kot v motošportu. Ampak tako, če pogledaš njihovo formulo, pa se ozreš na svojo formulo, kaj bi rekel? Ja, predvsem, mislim, jaz rekel tako, da oni so prišli enkrat, tudi bivši člani, katera je bila ekipa zelo dovršena z znanjem in so naredili ta dirkalnik. In ta dirkalnik zdaj z leta v leto bolj kot ne ponavljajo. Ja. In tudi novi člani, ko prihajajo, nimajo več takega znanja in pol vedno kličejo stare člane za kakšne nasvete. Ne? In oni, ko so enkrat to dosegli, so zdaj pač top. Ne? Pač v budžetih, ne vem, kot nagrad, kaj to imajo čez milijon. Ne? Ja, pač... približno. Poznam pa tudi eno ekipo. Graška fakulteta za... Ja, pa oni imajo kar 2 ekipi, ki imajo take budžete. Drugače pa, mislim, zdaj ne vemo točno budžeta, smo se zdaj zmešali, ampak sem pa slišal že za eno ekipo, pa to sem siguren, da je resnica, da imajo samo od fakultete 3 milijone na leto. Samo od fakultete in potem še 51 sponzorjev. Tako da tisto je pa pol, ko ti konkuriraš s tako malim budžetom, si pa lahko kar hitro ponosen nase. In pa tudi na to, da ti zavorna luč ne dela. Ja, pa tudi na ta nek megajverski duh, ki pri nas prevladuje, pri njih pa verjetno ne obstaja. In mislim, da če potegneš črto, se pri nas rodi včasih celo boljši inženir zaradi tega. Ja, zanesljivo. Mislim, takrat, ko si prisiljen z manj več narediti, takrat se dejansko
šele več je naučiš. lepo srati. Vse tu je, zanimivo je tudi, doskrat se pogovarjamo tudi ljudje, pa če damo zdaj na stran pač naše strokovno znanje, pa vaše strokovno znanje, ampak ljudje, jaz sem vedno rekel, ne, lahko je Royce narediti super avto, ne. Oni niso omejeni z budžetom, ne. Da moraš pa ti volumenski avto narediti res kvaliteten, ker je na drugi strani, na primer, ekonomist, pa pride inženir, pa reče, ne, tale kluka pa ne bo šla, pa rabim zaradi dihtanga. Ne, to je predrago za serijsko izdelavo, ne. Jaz mislim, da ta balans, ne, da dober inženir se res takrat pokaže, ker lahko dostopno zadevo naredi na način, da je pač uporabna, pa da dela, ne. Moram povedati, da se ta mentaliteta v naši ekipi tudi kar spremenila. In sicer, mogoče sem v preteklosti opazil kakšne člane, ki na denar niti niso pomislili. Se pravi, to rabim in pika. Ne? Rabim takšno pa takšno zadevo, rabimo naslednji teden, to je to. Mi pa niti približno nismo imeli toliko denarja, ali pa smo vedeli, da če to kupimo, ne bomo zvozili sezone. In kaj se na koncu zgodilo, nisem kupil, ne, ali pa mogoče kakšni prejšnji vodja ni kupil. Zdaj pa se je to vse skupaj malo spremenilo. Mislim, da smo lani tudi zelo dobro ozaveščali celotno ekipo glede tega, da moraš misliti na finance. In tu se že zdaj vidi, da ko imate vi razvojne sestanke, kot včasih zraven sedim, prav vidim, da od vodij sklopov pride informacija, glej, jaz bi to imel, ampak mislim, da je predrago, tu sem našel alternativo. In to je velik plus, ki ga imamo letos, ki bo sigurno pomagal na dolgi rok. Rabite kakšno posebno orodje diagnostično, kaj tacga, ki bi si želeli, pa nimate? Pa načeloma imamo vse. Mi imamo veliko srečo, da zelo tesno sodelujemo z podjetjem DVSoft. So eden naših največjih sponzorjev in tudi ogromno naših bivših članov dela tam. In mi lahko z merilno opremo prosimo pri njih. Ja, ki je pa itak najboljša na svetu. Tako. In dobimo, ne vem, S-Box, ki je točno za naš namen perfekten, za testiranje automotive stvari. Smo ga dobili sponzorsko od njih in mi zdaj s tem delamo in to nam res pripomore. Če pa kaj ne vemo, pa lahko še vedno pokličemo njih, imamo pri njih neomejen customer support, prideta naša bivša člana, se prvo malo pohecamo, potem nekaj naredimo, potem pa še eno pivo spijemo, pa je vse super. Bravo. To je enkratno. Tim, še eno vprašanje me tako zanima, zdaj iz strojnega vidika, ne? Vemo, da strojništvo je zelo široko, od termodinamike do še vedno toplotnih batnih motorjev in itd. Ampak kje kotira zdaj med študenti strojništva avto? Ne? Če se postavimo, koliko inženirjev oziroma koliko strojnikov, ko hodi na fakulteto, jim je fokus avto? Avto kot formula, mislite? Ne, bom tako nasploh, ne. A veš, delati v avtomobilski industriji, postati inženir za avtomobilsko industrijo. Tega je kar precej, po mojem, ampak zdaj je spet vprašanje, kak je, mislim, zdaj ta elektrika, ne? Novi avti. Eni so, na primer, jaz v generaciji opažam, eni so čist proti. To mi električnim avtomom pa sploh ne, ni šans, ne bom ga nikoli imel. Čisti odpor, ne? Eni so pa nasploh, ne? Nizi trenutni stroški, manj vzdrževanja, gremo v to, ne? Zdaj spet, ne vem, kot študent je, ne vem, jim rekel, pač mi znamo vsakim evrom preživljati, ne, tako da načeloma veliko je tudi teh bus, trolj, vlakov, tako da načeloma veliko tudi naših članov sploh avta nimajo, tako da zdaj to razmišljanje... Kaj pa v fokusu, ne? Jaz sem te bolj sem s tem vprašanjem mislil, koliko ljudi, ki pride študirati strojništvo, je takih, bom rekel... Da bi se pridružil naši ekipi oziroma... Ne, da bi se pridružil ekipi, tudi to, ampak predvsem, da so sfokusirani. Jaz sem se pa strojništvo upisal zato, ker bi rad v avtomobilski industriji delal. Tak primer, če že pride z namenom, grem skoraj staviti, da pozna naš projekt. To pomeni formula študent, ker želi motošport delati, avti in to ga zanima in on definitivno na sami fakulteti tega znanja ne predubo. Teda on v osnovi, ko pride, bo šel v formulo študent. Zdaj procentualni delež, koliko je teh, pa po mojem Sloveniji še vedno, ker nekega hard razvoja, neke avtoindustrije nimamo, nažalost, tega ni spet tako veliko. Ne? Mi na leto dobimo, ne vem, 1, 2, 3 mogoče člani, kateri so že, ne vem, iz srednje šole, ne vem, nas spremljajo že 4-5 let in on je prišel prav z namenom k naši ekipi, jaz hočem iti, ne vem, v tujino, delati za Audi, Mercedes. Ampak tega procentualno še vedno po mojem mnenju
se rečem zaradi Slovenije, ne vem, ali pa dirkališča v Sloveniji, ki jih ni. Ne. Mi ne moramo imeti nekih profesionalnih voznikov, če nam naš trg domač tega ne ponuja. Ne. In tle je neko primanjkovanje, po mojem mnenju, tega. Kaj pa ostale stvari, kaj je prihodnost? Oziroma ne, pejmo po vrsti. Kako se pa sploh uvrstiš v ekipo? Mi vsako leto imamo razpis, to pomeni sprejem članov. Vsako leto to poteka na začetku študijskega leta, to pomeni, da mi v oktobru razpišemo razpis, novembra je razpis samih članov. Zdaj to leto zaradi, kot omenjenega, zahtevnega razvoja celotnega dirkalnika smo ta razpis premaknili v mesec februar. To pomeni, zdaj glih pred enim tednom smo objavili razpis na fakulteti, pri nas, letaki so šli te študentski domovi po celem Mariboru, seveda pač Instagram, socialna omrežja. In razpišemo pač sklope, to pomeni za vsak sklop našega ekipa, od podvozja, aerodinamike, elektrotehnike, podvozja do marketinga, do nekih posebnih tudi, naprimer fotografa, snemalca, razpišemo pač neka mesta in na to se pač ljudje prek naše spletne strani obrazca prijavijo na to. Tako da zdaj sprejem novih članov imamo 22. 23. februarja. Je že ta razpis odprt. Še imate cajt. GP.si/jobs. Ja, tako da kdo ima željo, rade volje, seveda, pridružen. Je pa glede na to, da je tudi Dominik tako zraven prišel, ni nujno, da si strojnik. Seveda, pač mi imamo tak način, da moraš biti na univerzi v Mariboru, ni pa zdaj pomembno, katera fakulteta, pač delujemo, tukaj treba poudariti, da naša ekipa deluje pod okriljem oziroma pomočjo fakultete za strojništvo, pa fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, FERI. On je nam tudi pač neki finančno tudi podpreta, oziroma smo tudi od fakultete za strojništvo v prostorih njihovih. Potem pa še vedno ostale fakultete, kot so ekonomija, tudi ne vem, enih par članov imamo iz fizike, matematike, ne vem, prava je tudi. Ja, nam vse pride prav. Mislim, mi vsakega porabimo. Ja, mi rečemo, pač point oziroma želja, da prideš ekipi, je ta neka strast. A zdaj imate pravnika? Pa en je, ne, ali bil je? Mislim, da je bil, ni več. Za pritožbo za uno štopluč je konc, da moramo več narediti. Ja, zdaj že je, kaj je. To bi takoj mogli na tekmovanje. Ja, mi vzamemo vsakega, zato ker če drugo ne, pa tudi če se ne bo kaj preveč trudil, še vedno lahko brusi kalupe. To vedno vabimo člane. In tu je ogromno enega dela, kjer lahko pomagaš. Seveda že to poznanstvo, ne? Nov okoliš, prijateljev, kolegov, pač mi tako smo, delujemo kot neka firma in tudi nek nov krog ljudi se vzpostavi. Ne? In to pač za vsega, ko pride na fakulteto, zdaj na magisterij ali pač diplomski študij, to je načeloma za vsega sam prednost. Ne? En projekt, ko te nekaj zanima, potem pa dobiš nek nov krog prijateljev, mi smo v pisarnah vsak dan po 10-12 ur, potem je pa od vsega druženja do razvijanja. Ja, v bistvu greš zjutraj na faks, če ga imaš, priješ v delavnico takoj po, delaš do 10 zvečer v delavnici, imaš vmes kakšen sestanek, da se zmeniš, kaj boš naprej razvijal, pol pa ti še ni dovolj, pa greš na pivo. In to nekako tako gre. In moram povedati, da recimo jaz sem prej v Mariboru imel enih 5 prijateljev, ko smo se res družili. Zdaj, ko sem se pa pridružil ekipi, pa se mi zdi, da nikoli nisem sam. Tu je družba takšna, da to ni mogoče. In se povežeš med sabo in tudi, če si z različnih regij ali z različnih fakultet, ko končaš vse skupaj z ekipo, boš se še vedno slišal z njimi. To še zdaj imamo primere starih članov, ko so po celi Sloveniji razpršeni, pa grejo enkrat na leto skupaj, ne vem, na jadranje ali pa ne vem kaj se drugega. In to je res ena povezanost. Pa tudi z alumni člani smo povezani. Pa se vedno debatira samo tehnične stvari? Ali... Vse živo. Tudi kakšne vragolije, ki jih ušpičiš med fakulteto, pa tudi kakšne vragolije, ki jih ušpičiš na tekmovanjih, to se kar zna dogajati. Pa vse drugo. No. Mislim, tu je kar ene nostalgije zraven, da se pač spominjaš, kako je bilo in pa potem seveda se pogovarjaš, kako bo. Ne, kaj se bo naredilo za naprej pri ekipi. Pa jaz sem letos fejst tudi opazil, naprimer, ko pride neki novi člani, oziroma pač, ko je zraven tega razvijanja še vedno pomoč nas. Mi, naprimer, ko smo že, ne vem, na magistrskem študiju, mi imamo zapiske od prejšnjih letnikov, vemo, kako profesori razmišljajo. Ne? In naprimer letos en tle z okolice Ljubljane je prišel, gor v Maribor, je takoj smo itak, bil takoj segret za projekt, pa vse pa seveda, ti če vidiš, da je segret človek za to, ne? Mu seveda pomagaš, mu vse poveš, cake, pa vse je rekel, jaz sem tako hvaležen vam. In še to že vedno vsak dan povem. Ta mali je bil zelo zanimiv, ker je v bistvu tu iz Menge še doma, pa je
prišel na informativne 2-krat zaporedoma v Maribor in na koncu, ko je prišel k ekipi, je povedal, ja, se bi lahko šel v Ljubljano, bi bil bliže domu, pa vse, ampak veš, meni je ta vaša formula lepša. Ja, lej, to šteje. To šteje. Dober si ti, Dominik, marketinger, še mene je zamikalo zdaj. Da bi šel malo kalupe bruse. Dobro prodajaš tale vibe, super, bravo. Ja, glej, tu je vedno pomembno, da preneseš strast, ker zdaj, če nekoga zasipaš z techničnimi informacijami, pa se ne boš nikamor prišel, človek se izklopi, ko ga zasipaš z preveč informacijami, ko pa se dobimo z nekom ali pa srečamo nekoga, pa res začneš vse drugo govoriti, se pravi ta strast, ki jo imaš ti do te stvari, vse, kar se ti dogaja tu zraven, kaj imaš plane za prihodnost. Pol pa te vidijo, pa tudi že se je zgodilo, da sem recimo se v Europarku z enim tako pogovarjal, pa nisem vedel, kdo je, nisem nič vedel. Na koncu on meni samo porine vizitko v roko, pa reče, piši, nam bomo že nekaj dali. Ne? Pa ne zato, da bi zdaj on rad videl, ne vem, kakšen Emroxov motor imamo mi not, pa ne vem kaj vse, ampak zato, da pač vidi, da mladi uživamo v tem. Je ta passion, ne? Ja. Veš, in tu moram čestitati Vice, da ste zelo srcem noter. Jerry, imamo še kaj v formuli, gremo naprej? Mislim, jaz sem v bistvu, včeraj sem mal si zapiske delal, ne? Pa sem videl, pa moram vprašati, a bo letos formula imela moško ali žensko ime? To pa mora imeti žensko obvezno. Zato, ker je tista formula? Ne. Posebna stvar, in sicer mi smo začeli formulam dajati ženska imena, ker pač ne vem, to so si naši izmislimo. Ja, negujemo jih, božamo jih, ne, vse skupaj. In pač, če pa ti šasijo daš peč, pa ugotoviš, da je nekje votla ali pa da ni uspela ali karkoli, pol pa dobi moško ime. Ker je pač malo popačena, ne, mi moški tudi nismo si lepoci in pač se zgodi. Brezgotinasta. Ja. Okay. In pol tista formula itak ne sme voziti, tako da recimo Damjan je leta in leta stal v delavnici. Zato, ker je imel brezgotina zbrk karbon. Na koncu smo pa šli, pa smo ga na Red Bull Flugtagu v Dravo vrgli. Ne. A tam je bil uspešen? Ja, mislim, ni bil to Damjan. Damjan nima preveč sreče v življenju, ampak ok, vse smo pa bili tam, no, to je važno. Da dobil pa svojih 5 minut, ne? Ja, to je pa res. In ne vem, drugače pa smo že imeli vse živo. Ta zadnja je bila Leila, potem smo imeli Stella, Missy, Barbie, Shakira, Lana, Eli. A Shakira je bila tukaj understeer. Hips don't lie. In ja, v glavnem, vse živo smo že imeli. Ampak imena pa ne smeš, to, kar imaš v mislih, ne smeš povedati, dokler avto ni sestavljen, na kolesih, pripravljen za vožnjo. A pol ime to izglasujete? Tako. Če ga poveš prej, ga ne bo obveljalo. Je izključeno iz izbora, ampak ko je avto tam na mestu, pa ga gledaš, pa piješ pivo zraven, ali pa šampanjec, recimo smo v zadnjem letu smo bili malo bolj fancy. Pa gledamo, pa je ne vem, en je rekel, da bi lahko bila Bela, zato ker je njegovemu psu ime Bela. Jaz sem rekel Kornelija, ker je tako pač specifično ime, pa še moj mami je tako ime. Na koncu pa smo nekako, ne vem, pa mislim, da sem bil jaz, sem je nekako v glavi non-stop igrala ta Claptonova Leila, ne, ta rock and roll. Leila je hudo ime, je. Tako, in sem mislil, pa to je Leila, pa smo se tako malo eni, smo se pogledali, pa smo bili, ja. In pa, ko rečete, to je Leila, pa flašo šampanc na nosek, ali ne? Je pretvegano. To pa ne upamo. Ni glavni inženir odobril. Jaz sem Fedre nastavil, nema. Ja, the best, no. Jerry, kaj je? Gremo, imaš še kaj v formuli, kaj jaz bi fante še malo tako privat vprašal? Ne, mene že pol ura hočem vprašati tisto, glede tvojega vprašanja, stari, da nam povej malo več. Ja, jaz sem, v bistvu to se je itak že se rodilo nekako z te očetove strasti. On je vedno te avte nekaj imel, pa vedno so sanjarila, pa vsi ti modelčki, ne? Pa vse živo in pa, ne vem, sem razmišljal enkrat, imam nekaj denarja viška, nekaj pač babica, ko je dajala, vedno sem si na stran dajal, pa sem rekel, ok, ajde, nekaj poiščem. Pa gledam na internetu, pa sem si mislil, ok, itak nimam preveč denarja, kupi enega fičeka. Gledam jaz te fičeke, pa jugote, pa ne vem, kaj se, pa iščem vse okrog. Pa sem naenkrat zagledam, Porsche, ne,
Porsche 944. Pa ajde, ne, grem ga gledat, cena je bila dobra. A si pri nas gledal? Na Madžarskem. Cena je bila dobra, vse je bilo super. Sem mislil, ajde, grem gledat, vse denar v žep, grem 5 ur stran, sem se peljal v Seget, prijem tja, avto vse ok, res pa vse, ampak ko ga pripeljem domov, pa samo presenečenje, ne, in sem moral elektriko popravljati, motor sem moral vse porihtati, ker ni bilo servisne zgodovine, nekaj malo ličarsko popravljati, vse živo, ne, ampak avto je zdaj danes po 3 letih po obnovi, je res v super stanju, moram se pohvaliti, da sem super, ne glih preveč sam šraufal, ampak ajde, vodil projekt, no, mislim se. In res avto je super, zelo ga imam rad, ampak zdaj ga pa žal se moram posloviti od njega, ker se selim in nima smisla, da bo tu stal 1 leto. Avto rabi, takšen avto rabi ljubezen, rabi, da se vozi in to če mu jaz za 1 leto ne morem dati, ga ne morem imeti. Kaj pa ekonomska plat prav? Boš plus naredil? Bo šlo skozi, mogoče kaj izgubim, ampak glej, to je vse. Ne, izgubil nisi nič, kad človek Porsche voz, izkušnja je eno, drugo je to, da predtem, ko sem kupil ta avto, eno je, da pač kupiš ta kup pleha, pa ga imaš, pa ga voziš, pa uživaš z njim, ampak drugo je pa to, da preden sem ta avto kupil, sem bil mogoče malo bolj prestrašen, malo bolj zadržan, nisem si toliko upal, pol pa mi je kar naenkrat preskočilo, pa sem jaz to kupil. In od tedaj lahko povem, da sem dosti bolj samozavesten, dosti bolj si upam takšne stvari delati. In to me je največ naučilo, potem pa seveda tudi, če nekaj izgubiš finančno na njem, pa vse, jaz temu rečem davek na srečo. Pač si nekaj izgubil, nekaj si dal za zavarovanje, nekaj za cestni sklad, nekaj je malo preveč obnova stala in je to. Jaz temu rečem sicer naložbo v srečo, ne davek, ampak Tako da res, to je vse super, meni je to enkratna zadeva in vem, da ko se vrnem z Češke ali pa celo že na Češkem, že zdaj gledam češke strani z rabljenimi avtomobili, že sem si nagledal Ford Caprija, tako da mislim, to te ne zapusti. Tudi z SVS zvezo, se pravi zvezo starodobnikov. Sem kar, se trudim biti na vezi, grem na srečanja, grem na vse živo. In tudi to pomaga, da si v tem svetu pa vse. Moram pa povedati, da si vedno želimo, pa to se tudi midva smo se najprej preko Oldtimerov povezala. Ja. In mogoče si mladi, tu je, moram pohvaliti najnega skupnega kolega Tila, Furaj s Tilom, z njim na čelu si želimo, da mladim približamo Oldtimerje. In tu upam, da bomo v zvezo v prihodnosti kar nekaj lepega naredili. Mogoče res vsebino določeno prilagodili mladim in jih spodbudili, da naj vstopijo v svet oldtimerjev. Ker če drugo ne, spoznaš nove ljudi, seveda lahko kaj zaslužiš, to ni kot navaden avto, da gre vrednost dol, pa voziš eno res hudo stvar, za katero se vsi obračajo, pa naj to Porsche ali naj Jugec. No, klej moram jaz tudi eno stvar dodati, ker jaz tudi tele vsebine Furaj s Tilom zelo rad pogledam in tako da čestitam, res dobro delate. Če fantje ne veste, kaj je Frtyler kapa, Cinšpula, pejte si ta profil pogledati, ker res dobro delajo in sem zelo vesel, da imamo v Sloveniji take entuziaste. Ne? Pa moram se mu res zahvaliti, ker če ne bi bilo njega, pa če ne bi on prvi skočil nam na pomoč, mislim, da niti ne bi bilo Jerryja, pa niti ne bi bilo tega danes tu. Ker on je bil prvi, mislim, to je bilo tako, on je z Maribora in midva sva se že v preteklosti spoznala, spoznal sem ga tako, ker sem kupil majico od njega. In potem sem bil tam s Porschejem, ga je že peljal, sva že se uživala, sva se že zabavala. In on meni samo naenkrat pošlje screenshot od ljubljanske ekipe, ko so ga oni povabili, da naj prije voziti formulo k njim. Pa on meni napiše, čuj stari, to so kakva vaša konkurenca? Sem rekel, pa ja, načeloma. Wow. Je povedal, če mi ti isto ponudiš, no, ni glih izsiljeval, no. Če se lahko mi kaj takega zmenimo, bi raje na Štajersko prijem k vam. Seveda, gled, to se lahko v sekundi zmenimo. In on res prije naredi tisti video in kaj se je zgodilo, Jerry je komentiral na tisti video. In pol pa Tim, že seveda vse ideje v glavi,
Okay, jaz bom Marketing. zdaj pisal, itak še imamo zdaj čas za testiranje, dajmo ga povabiti, dajmo vse, in res mi njemu napišemo, on takoj za, in to je res enkratno. In všeč mi je, da lahko zvišamo prepoznavnost celotnega projekta v Sloveniji, ker se mi zdi, da je to ena takšna cool zadeva, super zadeva, da bi jo lahko vsak Slovenec poznal. Pa enostavno ni z naše strani časa za promocijo, ni niti sredstev za promocijo in potem pač iščeš tu in tam, kjer se lahko pojaviš. Moram pa pohvaliti, da letos tim, jaz študiram marketing, ampak on pa je tržnik. On pa to res skupaj z svojo ekipo, ki jo je sedaj sestavil, prav za ta namen res so celotno zadevo, se bom pohvalil, smo že postavili neke temelje, ampak to zdaj so pa res dvignili na nov nivo. Si že pisal čestitke. Audio. Še pride, hitro. Ima še cajt. S tem je bolj tako, da če bi oni želeli nas sponzorirati, ali kaj, te oni najdejo sami. Tako da to zdaj moramo malo... Marketing. Boljši rezultati pa smo že tam. Bo tim to zrihtal. Kaj pa sicer tim, tako, kaj pa je tvoja sanjska služba, kam bi ti šel? Sanjska služba. Ja, oziroma, kaj bi tim strojnik delal, če postiva domačo garažo? Pa domačo firmo. Zakaj bi nekam takoj ven rinil? Reče ti, pride en sponzor, pa reče, tim klela 150 jurjev denarja, ubrne neki oldtimerjev, kaj bi šel poiskat, kaj bi sestavil, kaj bi obnovil? Glede avto, kaj bi obnovil? Ja. Kobra, ne? Shelby. Stara, letnik, 68, tako oče. Jaz bi nekaj vtaga šel načeloma. Drugač pa ne vem, jaz rečem, vsak oldtimer, ko ga kupiš, ko ga hočeš kupiti, si ga ugledaš, in jaz vedno rečem, vsak oldtimer pa motor ali pa pač bilo kaj, ima neko zgodbo za seboj, ne. Tako ima Dominik za Porsche zgodbo, tako imam jaz dejansko za čisto vsak motor, avto, zgodbo, in pač to je nekaj vredno, ne. Čak pa koliko imate vi zdaj, zdaj pa reži v množini govoriš, zdaj me pa že resno fervec smatra, a si preštel, kdaj je tole tvojo početovo zbirko? Ne, pač ni spet tako velika, je bolj pač skromna glih tudi ni, ampak... Kar si jih kle naštel, jih je že 10, po moje. Ja, vse si mogel razmišljati. Jaz mislim, da bo mogel enkrat Jerry k njim priti, ker itak gre te skrite zbirke gledati, pa ne vem, kaj vse živo, tako da jaz že prav vidim tam v njihovi garaži, da bo Jerry tam s telefonom. Tole za mano je pa najboljši kolekcij starih avtomobilov. Ampak glih zdaj si se odločil, da se bom še bolj na zgodbe fokusiral. Glih včeraj sem grunto, pač avto, kakor si rekel, v bistvu zgodba za vsakim individualnim avtom, ki so drug za drugim straka prehajali, ampak da po enem letu so vsi bili unikatni, vsi so v drugačnem stanju. Glih tu je čar, glih v tem leži njihova duša. Zgodbo nosi. Ja, točno to. In ko je zgodba, je strast, je volja, je neko hrepenenje do teh starih stvari. In načeloma tudi letos smo začetom, oziroma on je že imel par let, 10 let, je že zbiral te vse stare, od grabel, od vil, od vseh pripomočkov, ker tudi včasih smo imeli staro, ne vem, pred 100 leti in več smo imeli konje. In vse te orodje smo naredili dobesedno muzejsko zbirko. Na stan smo celotni obnovili, gor je bila tako na vsaki kmetiji imamo krmo, je bila krma, to smo vse pospravili, uredili in zdaj dobesedno tako dvoetažno, to pomeni dvoetažno, je pač dobesedno muzejska zbirka celotnih starih stvari. Dol pa pač taka zbirka teh motorjev, pa tako za lastno dušo. Jaz sem bil tudi tam pri enem gospodu v vaših koncih, ki je strokovnjak za Austina, pa... A ima v Radencih? Vlado. Ja, Vlado. Ja, on je pa podpredsednik SVS-a. Jaz sem preko njega, sem jaz dobil eno face super priložnost. In sicer... On ima tudi čudovito zbirko. On ima enkratno zbirko. Zdaj se mu že 2 meseca se mu najavljam, da prijem na obisk, tako da Vlado, prosti, če gledate, prijem. Vse od Austinov do Topolinčka, do pol tele francoske Emily. Ja, vse živo. Mislim, to je pa res zbirka za pogled, pa vse v top stanju. Bom dal link zraven. Dam kontakt. Pa še strast so mu stari radiji. Ja. In on je res je super oseba in midva sta se spoznala. Na 2 leti je, mislim, da bo zdaj glih to leto, je v Gornji Radgoni razstava starodobnih vozil. To SVS organizira in dobijo 3 hale ali 4.
in potem vsi klubi slovenski pripeljejo svoje avtomobile in jih tam pokaže. In jaz sem drugače v enem bolj majhnem klubu oldtimerjev član in sva v tistem momentu imela samo z očetom midva avtomobile sploh vozne. In je tisti predsednik klical pa rekel, ok, kaj Feri, ne, moj oče, ko bi viva pripeljala vajna avto je, ne. Ma dobro, ajde, pridava. In res midva, on ima tega, jaz sem Porschea pripeljal, on pa je tedaj že imel tega Saba 900 turbo. In mi tam to postavimo pa vse in mine par mesecev, prije poletje, on mene kliče, ej Dominik, a tisti tvoj Porsche, to je Cabrio? Ne. A ja, pol pa težko kaj zrihtava. Sem rekel, zdaj pa oče ima tistega Saba 900. Aha, no, v glavnem tu v Bosni je en italijanski veleposlanik, ki vsako leto organizira srečanje starodobnikov, kabrioletov in pol grejo vse okrog, pa se pač družimo, takšna Nobel zadeva. Jaz sem si pomislil, ok, glej, Vlado, vse super, pa vse, ampak jaz sem študent, jaz nimam zdaj. Meni je pa on govoril, kako bomo spali v Beogradu, v Hiltonu, pa ne vem, kaj sem rekel, glej, saj nimam denarja za to. Ne, saj on ima sponzorje, bomo že. Pridem jaz, ja, res, to je bilo tako v roku enega tedna, ker je en odpovedal, nič, jaz pograbim punco, greva midva. Prijeva dol v Banjo Luko, res, mislim, kakšno srečanje, to je bilo enkratno, pa ogromno Slovencev, pa tudi moram pohvaliti, da se je oldtimer scena slovenska kar lepo tam pokazala. Gospod Janko Vratnik je prišel za svojim Jaguarjem, res zelo posebna zadeva. Tudi zelo posebna zgodba za tem, kako ga je kupil. Potem Vlado je bil z svojim Austinom, potem še drugi razni slovenski ljubitelji starodobnikov. Organiziral je pa veleposlanik Italije. Tako, ja, on pa že ne vem kako dolgo živi v Bosni in on ljubi, pač on vse priča normalno in ima enega starega Mercedesa SL-a in to je njemu velika strast, da lahko to vsako leto organizira in letos, mislim, zdaj v prejšnjem letu so pa bili v Sloveniji. In sicer so šli Olimje, potem Ljubljana in pa gor na Gorenjsko, če se ne motim. Žal nisem mogel iti, ker sem bil glih, sploh ne vem, kje sem bil, ampak sem bil tudi povabljen, pa žal nisem mogel iti. Pa tudi Sab je trenutno, prav faktor je razstavljen, ker čaka ličarja, tako da. Drugače je zanimivo, ko greš glih v Škodo, ne? Veš, Škoda je med prvimi avtomobilskimi znamkami, brez veze, da vam razlagam, Škodo zgodovino dobro poznate. Zdaj so 130 let stari. Ne? Ja, velika vrnitev v 90-ih letih. Ne? Ampak kar se meni zdi zelo fajn, ne? Oni so bili, bom rekel, med prvimi avtomobilskimi znamkami, ki so začeli svojo tradicijo inkorporirati v predstavitve novih avtomobilov. Ne? Se pravi, mi smo šli, ne vem, voziti novega Superba, je bil tam Superb iz 30-ih let. Ne? Tako da tam, ko boš še Škodi, si vzem čas, imajo tudi zelo hudo zbirko, boš zelo užival. Ja, saj imam v bistvu onboarding, traja 3 tedne, pa imaš vse od ogleda tovarne, celo en teden delaš v tovarni, potem pa še greš v muzej, pa še vse tam, pa testiraš vse nove modele, pa vse, tako da to bo kar zanimivo. Je pa še ena stvar, ki sem jo pozabil omeniti, to je pa zdaj res neka, očitno je bila to usoda ali nekaj, ampak midva so z očetom konc leta 2024 kupila Škodo Octavio in sicer 62-letnik. Veliko ljudi misli, da je Škoda Octavia bila prvič narejena 97 ali 96 leta, ampak ne, bila je že ena prej. In sicer sva kupila na Madžarskem eno, ko je 15 let stala, Octavia in celo je bila Octavia super, se pravi navadna ima 40 konjev, ta je imela 48, ne? Tako da midva sva rekla, da je to Octavia RS tistega časa bila. RS pa pomeni redno stara. Ja, pol sva imela ta avto, mislim, da 1 leto sva ga spravila v vozno stanje, pa vse, zdaj pa ga en gospod obnavlja na Ptuju, ko ga je kupil, tako da mu želim vse dobro, ker ta avto je res zanimiv pa poseben. Ja, je. Še on ima že službo v Škodi, katero avtomobilsko tovarno si boš ti izbral? Imaš kakšno nagledano? Trenutno še ne. Trenutno je prevečji fokus na formulo. To razmišljaš kasneje. Ja, to je on, naprimer, zdaj, ko je letos končal, predal je dejansko vodstvo v oktobru, ne? Ja. In je zdaj šele, ko je imel čas, to pomeni novembra, decembra, januarja, šele prišel čas, da je razmišljal o tujini oziroma
To je ravno razlog tudi, zakaj odstopiš. Zato, ker pač vidiš, da ne boš več zmožen biti 100%, 100% zdraven, dan in noč. Vse drugo ti trpi, od dela na faksu do družine, do punce, do vse drugo. In ko veš, da pač imaš, ne vem, zadnje leto študija, moraš napisati magistersko, rad bi šel v službo, ima smisel, da pač najdeš nekoga drugega, zato ker nam ni cilj, da si ti tam 2-3 leta na nekem položaju, pa špilaš glavnega Jacksona, ampak je važno, da ti lahko, tako kot je bila predlani 25. obletnica formule, lahko računaš, da boš leta 2049 povabljen na 50-letnico ekipe. In to, mi nismo tu za neki biznismeni zraven, pa ne vem, kaj se mi smo skrbniki celotne zadeve. Te lahko nekaj osebno vprašam. A punca je bila kdaj ljubosumna na Lejlo? Na Lejlo? Ja, ne vem, lahko bi kaj bila. No. Mislim, so bili trenutki, ko sem se več z njo ukvarjal kot pa s punco, ampak to je vse stvar dogovora, bom povedal. Mislim, pa to je pri zdravemu moškemu normalna stvar. Ja, pa še celotna situacija je samo še okrepila. Oko, da zdaj name skočili. Pomaga. Rej se navadila, lepše je bilo. Zdaj pa je spet on na vrsti, da se pač lepo zmeni, ne? Ker trpi celotna zadeva, seveda. Pač point je organizacija. Ne? Ja. Ti si cele tedne v Mariboru, priješ tisti vikend, glava ti je itak še vedno pri formuli. Jaz sem sedel pri kosilu, sem jedel, ne vem, juho, mi je mama nekaj govorila, jaz seveda v tišini tam jem, pa me gleda pa si v Viber gledal, kje si? Ne? Ja. V garaži. Kje si? Ja, ampak kater moment je dejansko pa pol v sezoni bil, ki si pa rekel, aha, to je pa, za ta moment se je pa splačalo vse te ure vlagati? Tu je v bistvu tisti moment, je, ko se spraviš, da prvič prižgeš avto, se pravi, tik preden smo jo poimenovali. Ti moraš posnemati en VSV, se pravi vehicle status video, moraš posnemati za tekmovanje, da dokažeš, da se avto prižge, pelje, ustavi in izklopi tako, kot se mora. A po tem protokolu pride ime? Tako, ja, ti imaš točno določeno, kako moraš posnemati video in to smo šli snemati, posnemamo, zrihtamo, avto nazaj damo v garažo, stojimo zraven, pol si tak cel čustven, ne vem kaj se, ampak tisti največji zmagoslavni moment pa je bil, ko si res lahko z celotno ekipo delil uspeh. Prvi uspeh je seveda to, da je avto sploh naredil na Nizozemskem te skrutiniringe, te preglede. To je bil tisti prvi uspeh, ki ti res dvigne moralo, te motivira. Pa kar hitro smo to uredili vse, tako da še dodaten bonus. Potem pa prije tisti prvi zvožen endurance na Češkem, ko sem cel vesel, mislim, skoraj soznimi očmi tam sedel v avtu. Ok, potem se je zgodilo, kar se je zgodilo, ampak tistega trenutka, ko zapelješ čez finiš, ti nišče ne more vzeti. Potem pa tista češnja na tortici, ki je prišla na Hrvaškem, kjer smo na tekmovanju zaključili endurance, vse discipline super odpeljali, vse statične discipline super rešili in na koncu se je zgodilo to, da smo prišli na skupno uvrstitev četrti izmed slabih 40 ekip. To pa že en čas ni bilo, z električno formulo sploh ni bilo in pa pokal že dolgo ni bil, ker smo dobili iz efficiencyja. In to je pa pol tisti vrhunec, tista ekstaza, ki se potem zgodi, to pa je neopisno in ta moment ti pa ne more nihče vzeti. In tudi, če ne dobiš denarne nagrade, pa nič drugega, je pa vsaj tisto, da veš, ok, to smo pa zdaj zrihtali, mislim, to pa je to. Imate v ekipi kakšno punco? Ja, seveda. Ja. Tudi. Predvsem, mislim, prvo pogrešamo kako strojnico dobro. Tako da vse, katere so zelo dobrodošle, načeloma imamo trenutno vse skupaj 4-5 punc, katere se bolj ukvarjajo s samim marketingom, to meni promociji. Problem je, jaz vidim tudi v letošnji sezoni, imel sem kar nekaj kandidat, katere se hočejo k nam pridružiti. Smo se pogovarjali, bi rada sodelovala, jo motošport zanima, ne vem, Zatijo sem vozila, ne vem, kakšne Porscheje, bila sem ne vem, kje na dirkališču. Na koncu se je pa glih to mogoče zgodilo, da pol neki dejavniki, ne vem, naprimer en tak glup primer, moška ekipa, ne, je mogoče pol samo študentko odvrnila k pridružitvi k ekipi, ne.
Tako da to je načeloma, mislim... Kaj misliš, že se je moškega ega ustrašila? Ne, mogoče vplivajo kakšni fantje, to pomeni, ne, greš teh ekipov, ne vem, nas je trenutno 60-70, to še vedno procentualni delež gledanja 90% moški, 10% punc in pol je pač problem, ne. Ampak jaz vedno rečem, tle so neki dobri izzivi, da se tudi neka zveza, stabilnost zveze preveri, ne. Tako da... Valjda. Pa tudi, mislim, je to, da je ljubezen do avtomobilov, pa ne vem, kaj se statistično gledano bolj moška zadeva vedno bila. Vemo, da tudi punce imajo rade avtomobile, imajo rade motošport, imajo vse. In to je zdaj nam tudi velika želja, da se čim več punc pridruži ekipi, ker vidimo tudi druge ekipe, ki imajo ogromno punc in so vodje projektov. Nemške ekipe imajo v veliki večini ženske za vodje projektov. Mi tega niti ne moramo imeti, ker nimamo niti dovolj punc, da bi lahko to naredili. In mi res vabimo, se pravi, ne glede na spol, ne glede na vse, mi vabimo vse k ekipi, ker vsak lahko nekaj pomaga, vsak ima neko znanje. Ajde, drage dame, v formulo študent, pa do naslova inženirka leta. Pa fantje niso nič strašni. Sam ne se bat, upati se treba, ne. Sploh ne vem, kot strojniško, sam poklic je mogoče v Sloveniji glede ženskega spola dosta tak manj vreden, ne. Čeprav jaz sem kar nekaj že dobrih strojnic. So definitivno, sedaj je bila inženirka leta. Ja, iz DV-softa, ne. Ja. Tako da so, ampak še vedno, katero zanima tehnična stvar, naj si upa, naj gre na strojni faks ali pa se bilo kak tehnični faks, govorim tehniške fakultete, pa naj je. V podcastu smo gostili 2 pilotke, super pilotke, delata pri policiji, letita s helikopterjem, ne. Ja. Tako da jaz mislim, da vsekakor, ne. Ej, kaj pa je še... Kje je zdaj največji manko pri projektu v smislu, koga bi takoj rabili? Katerega sklopa? Na sklopu ali pa da bi res rabili enega strokovnjaka. Kje je zdaj tisto, ko bi rekel, da sem prid, takoj imamo... To načeloma, mi kot projekt, pa ko imamo toliko razdeljen posel, je čisto vsaka stvar je pomembna. In mi člane iščemo s tem namenom, da dobimo vsako leto ta kader, ker naprimer mi ful hitro menjavamo kadre. Ne? In naprimer, ne vem, zdaj imamo letos en primer, zdaj glih, ko imamo razpis, sem dobil že sporočilo od enega fotografa. Naprimer, mi že imamo fotografa, ampak ta se tu že počas poslavlja, je že dobil šiht, dela, nima več časa za projekt, ne? In mi rabiš enega doskoči. Stalno, ti pa moraš skrbeti za neko kontinuiteto, pa da lahko tisti prejšnji preda znanje naprej. Recimo, en sklop, ki bi ga mogoče zdaj izpostavil, je elektrosklop, ker saj jih je dovolj, trenutno, ni problema. Ampak, zdaj recimo bodo v roku enega leta bosta 2 odšla, 2 zelo pomembna. In to se točno vidi, da pač rabiš nekoga, ki bo lahko to znanje spet prevzel, šel naprej in potem, da ne bo zadeva v bistvu nazadovala. A pa s kadrom imate drugače težave? Pač včasih kot zgodovina ekipe je bil vedno problem kadra, ker si dobil manj, zdaj je pač dalje manj. Naprimer, on, ko je začel sezono, jih je bilo 10-5, 5 pa se je začelo sezono. Ko sem jaz prišel, so bili v ekipi 4 člani. Ker je večina ljudi končala faks in so pač šli delati. In so bili 4, nas je prišlo k ekipi, mislim, da je 40. Potem pa to čez leto odpadejo člani, ne? Ker itak je prostovoljni projekt, nimaš pogodbe, da si tam zavezan, da si, imaš faks, imaš vse druge obveznosti. In so odšli, na koncu nas je leto končalo, mislim, da je 20-25, nekje tam. Mi smo si potem delo razdelili, vse skupaj organizirali, smo vzeli nove člane zraven in smo dobili 100 prijav. Tako da nas je bilo na začetku novembra lani, mislim, pač zdaj že predlani, nas je bilo 120, pol pa spet odpadajo, tako da leto smo pa zaključili, mislim, da 55-60 članov. Pa to res takih članov, za katere lahko trdim, da bodo ostali pri ekipi dolgo, so pobrali ogromno znanja, imajo že zdaj neke odgovornosti in zaposlitve, ki niso kar tako, pa je marsikaj odvisno od njih, ampak so izkazali neko voljo tudi te cele noči preživete v delavnici, tudi to brušenje kalupov, kot se radi zabavamo, jih je nekam pripeljalo in to je zdaj velika motivacija za njih, da imajo odgovornost in pač speljajo projekt tako, kot je potrebno. Tim Dominika, vidva se boste slišala tudi, ko bo on na Češkem na najbrž, ne?
Zagotovo, najverjetneje kaklic. Ja. Če kak dober avto, halo Dominik. Vaš to pripelji do. Ne, saj midva, jaz sem zdaj tudi več sem doma, se pravi v Prekmurju, pa tako mislim, postopoma se zdaj že odstranjujem iz formule. Težko je, mislim, ni kar enostavno, ampak vem, da pač moram iti služba pa vse. In sem več doma, tako da so pač že zdaj preko telefona ogromno, on me pokliče, kak zdaj to, pa kak zdaj ono, pa kako si ti to naredil. Če zdaj pač je manj tega, ja, on se pa tudi vedno bolj znajde. Ja. Na začetku je bilo več tega, sigurno pa še pridejo kakšne situacije, kjer bo rabil nek nasvet in to je tako kot sem jaz imel prejšnje vodje projektov, tako ima zdaj on mogoče pomoč z moje strani, pa še koga drugega lahko tudi pokliče. Kje pa imate sploh delavnico? Kje je to? To je pri fakulteti za strojništvo, to pomeni tam, ko je glavni fot, dejansko na drugi strani imamo kar lep prostor. Ogromen prostor, verjetno največji med vsemi ekipami in to nam res prav pride. Ja. Mi smo najprej imeli samo eno sobo, v bistvu čist majhno sobo smo imeli, smo tam delali vse, pol pa se je pač iz potrebe rodilo to, da smo rabili še več prostora in pol je bila ta velika hala, kjer smo dobili, tam zdaj delamo vse proizvodnjo, tisti stari prostor se je pa spremenil v pisarne, tako da mi zdaj imamo kar fajn, da so pisarne, hala, še dva prostora zadaj, se pravi karbonarna, kjer skladiščimo ves karbon, pa polagamo karbon pa vse. Imate tudi svoj avtoklav? Ne. Mi pečemo v avtoklavu v Velenju, se pravi na Veplasu, pol pa kakšne manjše dele, pa to pa imamo tudi eno pečico, ki jo lahko uporabimo za manjše dele. Pol pa imamo še brusilnico, kjer pa je pač vse električno orodje pa te stvari. Tako da to imamo, pa parking, no to tudi prav pride v centru Maribora, pride prav, da imamo parking še zraven. Ne. Jerry, kaj pravi Štoprca? Štoprca prav, tam okoli, ura 40. Dobri smo. Si mislil? Ok, fanta, po mojem smo kar razdrli in sestavili nazaj tole formulo, ampak je pa eno pomembno sporočilo, ki ga še morate dati vsem mladim. Ne? Pa tudi starim, da bodo razumeli, da na mladih res svet stoji, da bomo razumeli, tukaj moram tudi sebe v ta kontekst dati. Evo, mikrofon je vaš, povabite ljudi, zakaj se ukvarjati s tehniko, zakaj sanjati o dirkalnem avtu, zakaj delati dirkalni avto? Boš ti prva, jaz? Jaz bom najprej citiral našega ustanovitelja Dinota. On je rekel, da je v življenju že delal kar marsikaj stvari, sodeluje mislim, je solastnik enega podjetja pa vse. Pa je povedal, po vseh teh letih je Formula študent še vedno najbolj cool stvar, ki sem jo kadarkoli delal. Tako da to res je primeren izraz za to. Jaz se tudi zavedam, da mogoče v smislu zanimivosti sem jaz že dosegal nek vrhunec v življenju, verjetno. Kar se pa tiče tega, da greš v ta projekt, pa bom povedal tako, kot smo imeli na plakatu predlani napisano za nove člane, drzni si. Upaj si, pojdi na strojni faks, pojdi na elektrotehnika faks, pojdi tudi na ekonomijo, mislim, meni ni žal. Nekaj se nauči, pa vedno bodi radoveden, da se lahko še več naučiš. In to je ravno smisel tega projekta. In pa potem seveda spoštuj starejše člane, spoštuj neko tradicijo, ki jo ta projekt nosi, pa potem to se tudi prenese na oldtimerje, če smo že se pogovarjali o njih. Tim? Ja, zdaj je že glavno povedal, ne? To je hotel prvi povedati. En stavek, ne? Pa ja, mislim, jaz bi se najbolj mogoče z moje zgodbe navezoval na to temo, tudi če imaš neko pot zastavljeno doma, ne vem, kje je prek fakultete, pejdi na nekaj novega, pač tudi če te malenko zanima, naprimer jaz bi lahko sam srednjo šolo naredil, pa lahko šel delati, ne? Pa sem šel že v Ljubljano na univerzo, na diplomski študij, pa sem šel že na magisterij, v kateri me je seveda pripeljalo, pa sem bil samostojni, nisem imel dobenega sošolca, nisem imel dobenega prijatelja, kateri je bil pri tem projektu, sem šel čisto sam. Tako da načeloma, če imaš neko voljo, neki strast, da te to nekaj vsaj malo zanima, pač tle so dobesedno stopničke oziroma kam doseči, tako neomejeno. Tako da pridn moraš biti, zanimate more, seveda organiziran, te so neke vrednote, ko itak prideš čez čas, če jih se nimaš. Tako da, tako rečete, vsi vabljeni, pa dobrodošli v naši ekipi. Ne? Ja. Jerry, zadnje atmosfersko vprašanje. Razpali?
Torej, kateri je bil vaš prvi avto? Oziroma, mislim, ločeno seveda, ampak ajde, Dominik. Ne misliš formulo, misliš avto. Formula je dirkalnik. Ja, no, evo, ja, vse to je tu res. Mi mu dosti krat povemo avto. Moj prvi avto je bil v bistvu sem maminega vozil. E46 BMW. Okay. Imamo ga že 20 let pri hiši. Ima 150 000 prevoženih, mislim, s tem avtom. Ja. Zakaj glasiš? Sem zdaj v malo bolj bogem stanju, ker malo se že leta poznajo, ampak avto ne bo nikoli zapustil naše hiše. Sem že povedal mami, da ko ga več noče imeti, pa kar... Kater pa je drugače? 316. Ni zdaj nič posebnega, ampak meni je poseben, zaradi zgodbe je poseben. Ja. In ja, v bistvu s tem se je začelo, potem se je nekako ostalo pri BMW-jih. Sem si kar doma dobro zdelal, pa sem povedal, da rabim avto, pa smo našli enega kar poceni BMW F31, pa je kar fajni. Ga je vozila prej ena 70 let stara babica. Na 2 poštrih je mogla sedeti, da je sploh preko haube videla. Potem pa je prišel ta Porsche, pa vse skupaj. Tako da jaz sem zdaj povedal, da verjetno po tem BMW-ju ajde še kakšen normalen nov avto. Pa najverjetneje kupim nekega starega Mercedesa, ga obnovim v nulo, pa ga vozim. Pa je to. Kaj pa je ta normalen avto? Kaj? Naslednji? Ja. Zdaj škoda se prikradla not v ta pogovor. Ta nov Superb mi je zelo všeč, še posebej Sportline, tak cel črn, to gleda super. BMW so seveda še naprej želja, rad bi imel enega 3.0, da pač vidim. In pa jaz sem vedno bolj želje imel v oldtimerjih, to mi je pa res sanjski avto, pa imel bom 2, Volvo pa 1800. Bravo. To je pa res poseben avto zame, sem se zaljubil prvič, ko sem ga zagledal. Tudi ta Cyan Racing, ko so ga naredili z 500 konji ali koliko, je neverjeten. A ni tu avto, ki ima največ prevoženih kilometrov, drugače? Tudi, ja. In jaz sem povedal, da bom imel 2. Enega bom imel do zadnjega šraufa obnovljenega čist v nulo, pa bo samo za srečanja. Drugemu pa bom šel, pa bom motorno oddal močnejši. Tega T5 od V70, ki pa to. Pa mogoče še streho dol vrezal, da lahko grem na kabrio srečanje še v prihodnosti. Pa je to. Pa imam enega original, pa imam enega predelanega. Pa imam enega predelanega za srečanje pri italijanskemu ambasadorju. Točno tako, ja. Tim, kaj pa ti? Ja, jaz, ko sem že omenil, Z3, BMW. In to še tak vrstni model. Ja, mislim, bilo je ta zgodba tudi malo zanimiva, ker pač itak narediš izpit takrat, oziroma to je bilo še pred 18 letom, itak BMW, zadnji pogon, treba malo pač mladost dati ven, nekak. Si se učil salso plesati? Ja, salsa, ja. Sam ne s punco z avtom, ne. Šla smo načeloma, šel sem gledat E46, 320 kupeja v Maribor, kateri je bil zelo pocen, tako bom rekel, vrednosti tam 800 evrov, 1000 evrov, ampak je imel nekih pomanjkljivosti, plus Rom ga je prodajal. In nekak nisem si ga upal kupiti takrat. Po tem jaz že en dan prej sem imel ta oglas Z3, itak gor pri Mariboru, isto z teh koncev. In pol itak, ne pokličete za ceno, ne. Jaz takoj kaj vseeno neki, takrat, če smo že gor, gre treba neki pogledati pametnega. Kličemo, možakar, bil karoserije rihto, oziroma ličarske tudi posla vse. Kličemo, ceno približno povekamo v mislih, se z očetom zapeljamo gor proti Pesnicam na Mariboru. Pridem na dvorišče, garaža odprta, parkiran Z3, parkiran Z4. Meni tak oči se zasvetijo. Potem pa nič, pogovor je bil. Prišli smo nekako sceno skupaj, katera je bila takrat še zelo ugodna, mislim, sprejemljiva za mene. Tako da zdaj že vlasti 6 let. In vprašanje, če bo kdaj na prodaj. Čeprav Dominik me nekaj heca. Celo pot do Ljubljane smo se pogovarjali samo o tej Z3, pa kako bi bilo fajn, da jo... Sam ne vem, če bo šla v doma, tako da je tudi neka naveza. Pa ta kilometrov? 170 000. To je tudi v redu. Jaz sem mu za eno ful dobro idejo dal, ne? Ker ti, tudi če ljubiš avto, tudi če ga pač misliš, da ga ne boš nikoli prodal, se zna zgoditi, da ga pač
enega dneva se pa odločiš, glej, naj gre, da bom nekaj drugega imel. Sem mu dal dober predlog. Glej, midva se zdaj zmeniva za eno ceno, ne vem, 10 jurjev. Pa ti mene pokličeš, pa mi rečeš, jaz ti zdaj ta avto prodam, mu jaz dam 10 jurjev. Bom se jaz čez 3 leta spet naveličal tega avta, pa ga pokličem, čuj, bi imel ti ta avto? Ok, 10 ur nazaj. Pa bi si ga malo podajal. Pa bi si ga podajal, da vidimo, kjer bo imel več popravil. Vidva, ker sta prijatelja, vidva bi v bistvu 10 ur deponirala, vsak Tako. pa bi si ga izbral. Dobro, je zanimiv poslovni načrt. Zakaj pa ne? Pa bolj vidimo, kjer ima več stroškov s popravili. Edini problem, ki smo ga videli, pa ga jaz vidim, avtolog, število lasnikov. To je bilo. Saj sta pa skozi en za drug. Ustanoviva NDO, pa ga dava na njega. Dobro, tudi jaz tudi z Žerjem se zmenil, se kaj on multiplo kupil. Ne pride poštev. Jerry, zakaj nisi kupil Z3 ali pa Corvetto? Sem ti zdaj to res porihtaj, ne? Ker Doug DeMuro, on je omenil, da bi rad enega dneva pripeljal multiplo v Ameriko. V bistvu so jo gliž zdaj dobili, prakar sem bil s njegovem profilu, sam so jo že naprej dal. Čeprav on je, hkrati so vozili in Audija A2 in multiplo. Ja, to vem za tega A2, ta je super. No in to je on res povedal, da bi ta avto rad spravil v Ameriko in očitno mu je uspelo. No? Zdaj sem se še nekaj spomnil, jaz gledam, ne bom pozabil. Ti s Hroško sem imel letnik 1976, ne? Najverjetneje se vsi spomnite atmosferci, ko se snema Drag Race. Na Jurištu prvi. Ti s Hrošč? Ja. Ga imam mi zdaj. No, jaz ti pa zdaj povem, mi tega Hrošča prišli še enkrat slikati. To se ti že zdaj napoveduje. In ta Hrošč je tudi bil, zdaj ne vem, če ste bili takrat seznanjeni, je bil v seriji na Planet TV v eni žlahtni štoriji. In ko se havba gor odpre, so na havbi vsi avtogram od vseh igralcev. Ja, očitno vseeno nismo tako dobro kolega, ne? Ker tudi niti jaz ne. Ja, no, je bi ga. Tako da ima zgodovino tudi ta avto, ne. Čak, pa Ciril ga je vozil na Jurištu. Ciril, ja. Ciril ga je vozil, ja. Za njega zihro zanimivo. Ja, lej, fanta, jaz sem ful vesel, da sta prišla, res sta me nahajpala, ne. Jaz sem, ne vem, če sem sicer v letniku za formulo študent, ampak... Vse ste sigurno kaj v Mariboru, vsi skupaj, pa se oglasite, imamo v delavnici, dobite en mrzlo pivo, pa gremo na bone jesti. Res je fajn, da furate to tehniško kulturo in kle si morata dati oba značko države Republike Slovenije, jaz vam jo podarjam. To, če noben drug ne bo, ampak ja, to, da peljete naprej to tehniško kulturo, pa predvsem, da je to zgodba enih mladih ljudi, meni se zdi to blazno dragoceno in vam iz vsega srca čestitam. Hvala. Še pa tudi s Čehi se bomo pogovorili kot tiste lampene. Ugovor daj. Lepo si zaključil, jaz bi samo še dodal, da v bistvu pač ta vaša zgodba, pač meni prav srce pogreja, veš, od momenta, ne, še prej sem se usedel v vašo formulo, v bistvu, a veš, že ko sem videl, pa vse, koliko ste dejansko organizirani, koliko gre enega znanja, pa konec koncev tudi denarja, napora v to in jaz vam želim, mislim, da še nadaljnih 25 let, pa še mnogo več. Pa Ljubljani tudi. Ja, seveda. Ljubljana, radi vas imamo. Pa še Jerry mi je priznal, veš, on vsak večer preden gre spat si pogleda ono fotko, ki je zraven slikano v dirkaškem kombinezonu. Se zdaj ima za profil. Da, nekaj. Ja, damo mira. Dober kot ste ujeli. Štima, nič. Jaz bom stisnil. A smo? Če sem prav stisnil. Nisi zdaj snemati začeli.